seveda dobrodošli. Pravila igre, tako najprej bomo imeli pogovor samo s panelisti in panelistkami, potem pa vas bom vse povabila k diskusiji in sodelovanju v razpravi. Prejšnji panel je bil namenjen predvsem po tem, da vpliva, torej komunikaciji z najrazličnejših perspektiv, tudi sodelovanje in tako naprej. V tem panelu pa se sedaj selimo k samemu sistemskemu, strukturnemu, infrastrukturnemu delu družbenega vpliva. Skratka, od ideje k osrednjemu delu akademskega življenja. Se mi zdi, da smo v prejšnjem panelu na nek način uspeli pokazati, kako javnost pogosto ni seznanjena z znanstvenimi procesi in dognanji. In eden od vprašanj, ki smo ga naslavljali, je bil tudi, kako naj znanost v dobi lažnih novic in alternativnih dejstev vstopi v javni prostor in v javni diskurs, vnesti torej znanstveno pismenost. Ker namreč naivno je verjeti, ne, da morajo ljudje verjeti v znanosti, ni kar zaupati avtomatsko. Pač zaupanje ni samo od sebe dano in predvsem vzpon antiintelektualizma, upogibanje znanosti v politične namene, torej izbrane študije, naši strokovnjaki, naši komentatorji, nadlegovanje nepravih znanstvenic z zmanjševanjem financiranja in tako naprej, niso brez posledic. Politično motiviran odnos do znanosti ni nov, ponuja namreč najboljšo metodo za razumevanje dogajanja. Ampak nima učinka, če ostaja zaprta torej v znanstvene institucije in za plačljivimi zidovi, predvsem v obskurnem jeziku intelektualnih elit. Aktualne spremembe v znanstvenem ekosistemu v Sloveniji lahko razumemo na več načinov. Eden je ta evolucijski razvoj razumevanja družbene odgovornosti javno financirane znanosti. In tukaj disclaimer, namreč že nekaj desetletij delujem v mednarodnem akademskem okolju, torej zunaj Slovenije. V Združenem kraljestvu sem vse od prvega Research Excellence Frameworka, vem, da prepoznate REF, ker se uporablja tudi v slovenskem prostoru. In sicer prispevam svojo znanost vse od uvedbe ocenjevanja učinkov raziskav leta 2014. In moram povedati, da predstavlja izredno pomemben premik, namreč uvedel je tako imenovani prvi okvir za vrednotenje raziskovalnega dela zunaj akademije. Ampak poudarjam pa, da se je o samem konceptu razpravljalo od 1993. Torej, več kot desetletje je trajalo, da se je ideja in koncept nato spremenila v prvi sistem, model merjenja. In do danes, naslednji REF bo leta 2029, še nismo našli optimalnega modela. Tako da pristop, v prvem, če lahko na kratko opišem, v prvem, leta 2014, ko so prihajali rezultati, nismo skoraj nič spali, ker smo čakali, da bomo prvi dobili rezultate, da bomo videli, kje smo. In na področju impakta smo seveda potem, ko smo videli, na kak način so institucije poročale o tem vplivu znanosti, smo vsi lastnoročno reševali svet. Naš projekt, točno moj članek, je rešil vse probleme tega sveta. Približno tako je izgledala ta prva analiza primerov. In potem smo seveda ugotovili, da tak način poročanja pač ni vzdržen, ni smiseln, da ne prinaša dodane vrednosti. In so se tako mehanizmi kot mehanika samega poročanja in spremljanja v času drastično spreminjali. Novi okvir za merjenje vpliva je pravkar v nastajanju. Ne vem, koliko spremljate, ampak podaljšal se je rok za oceno in sicer iz 2026 na 2029, torej institucije bomo ponovno ocenjene leta 2029. S tem pa se je spremenil tudi sam način razmišljanja o učinkih in kako jih meriti. To je seveda za institucije izredno porazno, ker so se namreč v času pred tem pripravljale na točno določen model poročanja. In so ravno sredi teh priprav, ki zahtevajo kar nekaj milijonov funtov vloženih časovnih sredstev, spremenila pravila igre. Še vedno REF vzpodbuja medinstitucionalno tekmovanje,
ne spodbuja sodelovanja, ne zna odlično meriti multidisciplinarnosti in interdisciplinarnosti in ostaja visoko personalizirana vaja. Ne zna na nek način še izmeriti vseh oblik ali pa prepoznati in nagraditi raznolikih vrst aktivnosti, o čemer smo govorili že prej. Je pa zelo pomembno spremenila vedenje raziskovalk in raziskovalcev. Namreč razmišljanje o družbenem vplivu znanosti je postalo tako integrirano, da dejansko zlahka pozabimo, kako veliko dela je bilo potrebnega, da je postal tako pomemben sestavni del Britanske akademije. In če se preselimo v slovenski prostor, ko Slovenija na nek način poskuša prenesti tudi ta britanski okvir, predvsem zaradi tega, ker je eden redkih, ki je tako izdelan, v svoj nacionalno specifičen kontekst, seveda velja opozoriti na nujnost upoštevanja odvisnosti in specifičnosti načina, na katerega je ta agenda nastajala v Veliki Britaniji. Jaz na nek način doživljam déjà vu, vse to smo dali v teh desetletjih skozi. In je fascinantno recimo tudi opazovati, kako en sam nov izraz, recimo znanstvena odličnost v slovenskem primeru, bistveno spremeni način, kako znanost govori, kako piše, morda celo razmišlja o svojem delu. In gre za proces, ki bi ga Michel Foucault, tisti, ki ga poznate, označil kot governmentability. Ko se to prevede v slovenščino, ve kak sociolog. Skratka, uvajanje moči z nežnim spreminjanjem okolja. Raziskave uvajanja, samo tokle še povem, preden odprem panel, uvajanja agende vpliva kažejo približno 4 faze in vas opozarjam na te 4 faze, ker so namreč res tako učna doba. Problematizacija, jaz mislim, da ste vi zdaj v tej fazi, da je Slovenija v tej fazi. Znanost je od nekdaj imela vpliv, ampak izrazi in kriteriji se pa zdaj pojavljajo in tukaj se zdaj lovimo v tem, kaj razumemo pod vplivom, kaj razumemo pod impact agendo, kakšni so kriteriji in tako naprej. Skratka, v tej fazi problematizacije. Naslednja je infrastruktura. Torej, o tem smo tudi govorili v panelu 1. Če naj se uveljavi ta izraz, ta impact agenda in se vzdržuje, torej potrebuje konstantno podporo in razvoj. In sem spadajo evalvacije, to se trenutno greste v Sloveniji in v Veliki Britaniji smo okrog evalvacije razvili cela nova delovna mesta. Skratka, ta vaja, ta ideja intenca je pognala in razvila celo profesionalizacijo v znanstvenem prostoru. Na to sledijo novi žanri v produkciji znanosti, recimo analiza primerov, rečemo the impact case study, in sicer tega je ustvarjal REF obrazec. In je ta REF obrazec, ki ga Ari zdaj recimo razvije, je bil vpliven sam po sebi, to je zelo zanimivo gledati. In je tako zanimivo, kako so kolegi, ki so to spremljali in doživljali, ga imenovali kot form of violence, torej obrazec nasilja, versus liberating, torej osvobajajoč. Pa vam en sam citat kolega, ki dela zelo veliko recimo tudi z okoljem. At last I can take my academic identity and my activist identity and roll them up into one. Torej lahko vzamem svojo akademsko identiteto in svojo aktivistično identiteto in jo združim v eno. Sledi subjektivizacija in sicer, ko je proces kolektivnega ponotranjenja končan, infrastruktura ni več pomembna. Tam še nismo v Združenem kraljestvu, skratka, to je zadnja faza, h kateri težimo. In tukaj vidim recimo tako na Poljskem, na Švedskem, kjer se ti elementi ustvarjajo, predvsem skušnjavo tako imenovane presaditve zlatega standarda REF. Style evalvacije v specifične nacionalne kontekste. Ampak opozarjam tukaj predvsem na razlike v političnih kontekstih, na strukturo, akademsko kulturo, tradicijo oblikovanja politik, kot smo izvedeli v prejšnjem panelu, se slovenska politika redko naslanja na znanstvene dokaze, predvsem v različnih ciklih. Tukaj opozarjam tudi predvsem, kar mislim, da je bilo prej rečeno iz publike, nacionalno specifični stili izražanja. Namreč ti bodo pomembno oblikovali tudi artikulacijo impact agende.
In ko se ta REF model, ne toliko nizozemski model, recimo ocenjevanje vpliva prevaja v lokalne akademske sisteme po svetu, je predvsem zanimivo opazovati, kako lahko isti koncepti, recimo doseg, pomembnost, uporabnost, definicija, predloge prevzemajo popolnoma drugačno vlogo in pomen, torej odvisno od konteksta. Zato bomo v tem panelu, kjer se torej selimo od izkustvenega polja k polju oblikovanja znanstvenih politik in delanja politik, ukvarjali predvsem o slovenskem kontekstu, ciljih in namerah. Pravila igre so torej ista, če imate slučajno vmes kak burning question, enako velja za poslušalke in poslušalce online. Prosim, pokažite, nakažite in vam dam besedo, tako kot bo to možno. Tanja Vertelj, namestnica generalnega direktorja na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in izobraževanje, se opravičujem. Za inovacije, kaj sem jaz rekla? Za inovacije. Kdo je bil prej zaposlen tam? Ja, tako, ja. Hvala. Skratka, MVZI ste glavni oblikovalec znanstvene politike in s tem usmerjevalec znanosti, tako ali drugače. Lahko poveš, recimo, kako vlogo znanosti v družbi razumete na ministrstvu, kakšne okvirje ste in boste pripravili za spodbujanje, vključevanje in odpiranje znanosti družbi, predvsem pa zakaj se ukvarjamo s vprašanjem družbenih učinkov znanosti leta 2025, kakšna je vrednost, kaj naj bi se s tem pa zaradi novega sistemskega okvirja spremenilo, pa predvsem kakšne spodbude pripravljate za prepoznavanje in nagrajevanje institucij in kako MVZI usmerja ARIS. Če že Tanja razodela, da sem včasih delala na tem ministrstvu, sem bila eno nadstropje višje in visoko šolstvo, ima ločen resor, zato tudi nisem vedela, da znanost dela usmeritve za ARIS. ARIS je pa izvedbena agencija. Evo, to sem si zdaj razčistila, tako da Tanja, prosim. Ja, hvala za to priložnost, da prva povem kaj po vprašanju. Zdaj kot prava javna uslužbenka sem pozabila že od drugega vprašanja naprej, kaj ne skrbi, ampak verjamem, da me boš spomnila. Mislim, zdaj bom rekla, kako na ministrstvu. Jaz sicer nisem tako dolgo na področju znanosti, sem pač zamenjala področje v enem določenem obdobju in sem se pač odločila, da je to neka prihodnost, kjer je pač smiselno tudi malo graditi neke kapacitete. In zdaj ne bom dolgovezla, kako mi vidimo znanost, ampak dejstvo je, da že prvi stavek naše krovne strategije pravi, da družba znanja je družba prihodnosti. In se je res mogoče zelo banalno, ampak osnova je verjetno izhajamo iz tega in jaz mislim, da znanost mora biti res temelj, dejansko temelj vsega, tako na ravni, bom rekla, v odnosu do družbe kot take, kot na ravni recimo tudi in seveda posledično tudi z vidika odločevalstva. Jaz mislim, da zgolj neka informirana odločitev, ki mora temeljiti na znanosti, je lahko tista prava odločitev, ki bo imela potem z vidika politike, tudi poseben vpliv, določen vpliv pač tudi na družbo. Zdaj, mi vedno govorimo, jaz sem tudi družboslovka in jaz pravim, seveda gospodarstvo in ekonomija je zelo pomembna, pa konkurenčnost, ampak jaz precej raje uporabljam kakšen drug termin, zato tudi jaz se strinjam, da pač je treba gledati družbo kot celoto, v osnovi, ker ni samo ekonomski učinek, so tudi kakšni drugi učinki, ki so pač v osnovi pomembni. Je pa res, da seveda mi kot ministrstvo smo oblikovalec politike, ampak jaz mislim, da smo vedno sooblikovalec politike. Jaz mislim, da niti zakona, ki se je veliko let pripravljal, nismo sami oblikovali, ampak je bil pripravljen z nekim zelo širokim konsenzom. Mislim, da je eden od redkih zakonov, ki je šel čez parlamentarno proceduro, skoraj da brez, mislim, da ni bilo glasova proti, verjetno je bil kdo vzdržan, ampak se vemo kdo, ampak mislim, da niti to ne, pa niti novela zdaj, ki smo jo lani oziroma delali, pa pol pacali, ampak smo jo spravili naprej, tudi ta ni bila predmet recimo nekih polemik, kar pomeni, da je to res eno tako področje, kjer ima že v osnovi nek širši družbeni konsens, in je to priložnost, da se to področje tudi z tega vidika izkoristi ne za neko, bom rekla, politični boj, ampak za to, da se res usmerimo v to, kar mora znanost v družbi početi kot take.
Zdaj ti mi res ful vprašanj postavila, jaz se opravičujem, sem se ustavila. Se bom vrnila k tebi, absolutno, vse sem ti tako nametala tudi zato, da bo publika približno vedela, kaj še pričakujemo od tebe. Ampak si na nek način v oklepaju teh sooblikovalcev znanstvenih politik, ne, ki ste v znanstveni sferi igrali zelo pomembne vloge tudi pri nastajanju vseh teh ključnih dokumentov. Ampak preden pridem k vam, ker ste namreč danes tukaj predvsem v funkciji vodstvenih funkcijah lastnih institucij, bi morda vas, Klemen Miklavič, namestnik direktorice Arisa, vendarle vprašala to, kar sem prej vprašala Tanjo, pa pričakujem predvsem odgovor od vas, in sicer zakaj se Slovenija aktivno ukvarja z evalvacijo odličnosti in vpliva zdaj? Kakšni so cilji? Zdaj, najprej, da se vrnem na tisti dolg uvod, pa eno pojasnilo, pri vas v Licu bi rekli disclaimer. V Sloveniji ne uvajamo REF-a. REF nam je pomembna referenca, pogledamo, kaj se je tam dogajalo, kakšne so tam rešitve, predvsem tudi kakšne so bile napake, ki so jih storili, zato da se od tega učimo. V Sloveniji, in to počne Aris skupaj z preostankom te recimo simbolično tega omizja z ministrstvom in z samimi raziskovalnimi organizacijami, vzpostavljamo sistem, ki bo na nek način spodbujal kakovostno delo raziskovalne skupnosti. To je cilj. Zdaj, ali bomo katero rešitev pobrali od REF-a, ali od Nizozemcev, od CEP-a, ali Norvežanov, včeraj smo jih poslušali online, ali od koga drugega, je stvar razmisleka in kontekstualizacije te posamezne rešitve. Drugo smo veseli, sem vesel, da je bila Tanja prva, kajti oni so tisti, ki nam dajejo te policy usmeritve. Sem pa vesel tudi, to sem že omenil, da smo danes tukaj predvsem z večina tega omizja so raziskovalne organizacije same, ki sodelujejo v postopku vpeljevanja tega novega sistema. Malo se je zavleklo s to novelo, kar je dalo nam priložnost, da smo odprli prostor raziskovalni skupnosti za nek konzultacijski proces, pa tudi nam, tistim, ki delamo na Arisu, da prisluhnemo in da poslušamo raziskovalno skupnost in njihov način gledanja, pa njihov pogled na raziskovalno delo. Torej, to je zdaj približno se poskušal risati, kaj se dogaja, zdaj sem pa tudi jaz pozabil, kaj je bilo osnovno vprašanje. Zakaj zdaj? Zakaj zdaj? Morda je prav zdaj, v prejšnjem omizju smo poslušali, v kakšnem času živimo, potreben razmislek na to, kako krmarimo znanost. Ker temeljna značilnost teh reform, ki so bile sprejete v zakonu leta 2022, je, da se gleda na znanost drugače. Prej sem že rekel, daje se ji avtonomijo in hkrati evalvira. Ta evalvacija ne sme biti nadzor, kontrola, ampak ta evalvacija mora biti nek instrument za sodelovanje znanstvene skupnosti z odločevalci in s tistim, ki izvajamo politike. Avtonomija pa zato, da znanosti dopustimo kreativnost. Se pravi, da ustvarja po nekih zakonitostih, ki so lastne človeškemu umu in tej težko otipljivem načinu dela tega človeškega uma. Torej, po eni strani odpiramo prostor, tako kot tudi REF, kot tudi druge sistemi, tej raznolikosti. Raznolikost je ta ključna beseda, ker jo pač potrebujemo. Evropa, zahodna civilizacija se je razlikovala prav po tej kreativnosti in posledično po tem napredku, zato ker je prepustila znanosti neko avtonomijo, neko akademsko svobodo, zato da je dala podlago za ta napredek, ki ga je ta civilizacija dosegla. Zdaj, včasih tudi v slabem, pa recimo temu, da je ta napredek znanosti otipljiv in da je izboljšal naš svet. Torej, ne čudi me, ne vem, zakaj ravno leta 2022 ti procesi sprememb v dojemanju znanosti, recimo, da so se internacionalizirali pa začeli zaznavati v mednarodnem prostoru že nekje leta
10, 11, 12, 13, ne, so se raziskovalci zbrali in so rekli, nekaj moramo narediti. Ta znanost se je vsaj v zahodnem svetu masificirala, pa verjetno tudi kje druge. Masificirala in zgublja ostrino. Merimo rezultate znanosti z neko bibliometriko, z nekimi kvantitetami, determinirajo nam znanost revije, založniki, uredniški odbori, nismo več znanstveniki, smo lovilci točk, smo lovilci nekih kredencialov, ne moremo več ustvarjati, ker moramo delati tako, da bomo prišli do teh objav in bomo prišli do teh priznanj. In mislim, da se je dovolj zgodaj v našem prostoru znašel ta razmislek, da smo dobili leta 2022 zakon. Verjetno bojo tukaj sogovorniki tudi kaj konkretnega povedali, kako to implementirajo v prakso, ampak to je recimo za nek zahodni znanstveni svet, za tradicijo zahodne univerze in znanosti ključen korak. In zanimivo tle, za tiste, ki so bolj politologi, sta se poravnala dva svetova. Eno je znanstveni svet, pobude za takšne reforme so prišle od znanstvenikov, znanstvene skupnosti, ta San Francisca deklaracija, pa pol naprej tiste iniciative in deklaracije, ki so prihajale od spodaj navzgor. In hkrati so te, ki oblikujejo politike, in vključno z REF-om in Veliko Britanijo, ki je izrazito instrumentalistična do znanosti in visokega šolstva, so dojeli, da morajo pustiti človeškemu umu, da ustvarja in da ne smejo meriti s tisto metriko, ki je nekako prevladala ali pa šla iz kontrole. To je en tak zanimiv pojav, ki ni pogost. Se bova še kasneje vrnila k mehaniki in mehanizmom, ker mislim, da nas verjetno tudi to zanima, vsaj mene, no? Jaz pa upam, da tudi vas, kako se bomo tega res lotili. Ampak imamo tle tri dragocene sogovornike, ki se morajo s tem soočati na dnevni bazi. Torej imamo predstavnika univerze, ki mora upravljati z številnimi disciplinami. Enega, ki sicer je nekoč bil monodisciplinar, zdaj pa že zelo postaja multidisciplinar in podobno na Kemijskem inštitutu. Tudi dobivate dodatne vede in znanje in tako naprej v tem. Ampak izbrala sem jih precej strateško tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da ima vsak od njih zapovedati nekaj novega. In sicer Gregor Anderluh, če lahko začnem z vami, kot z novim mandatom vodenja Kemijskega inštituta veljate torej za neke vrste vzorčni primer, ko lahko institucija definira znanstveno politiko. Skratka, je ne definira zgolj znanstvena politika, ampak sooblikujete znanstveno politiko, ki se nekoliko bolj dinamično odziva na to, kako institucije delujete in dodano vrednost, ki jo proizvajate. A lahko mogoče z nami delite, na kak način ste uspeli to teorijo spremembe uvesti v lastno organizacijo in zakaj danes Kemijski inštitut velja za nek vzorčni primer? Skratka, kaj je vaš recept za uspeh? Hvala za vabilo, hvala za besedo. Mogoče se bom v odgovoru navezal na to, kar sta moja predhodnika povedala, ker je v bistvu nekako ta razvoj inštituta v zadnjih 10 letih, kar sem jaz ga vodil, nekako tudi sovpadel z vsemi temi zelo velikimi spremembami, ki so se v Sloveniji zgodile. Mogoče za začetek moj pogled na to, jaz mislim, da so spremembe ogromne, z novim zakonom, s povečanim financiranjem, z tem, da se zdaj zelo resno pogovarjamo o evalvacijah, v katerih se prej desetletja sploh nismo. Z poudarkom ne samo na znanosti, ampak tudi na prenosu znanosti drugam, mislim tukaj na inoviranje, na celo področje inoviranja, ki se je tukaj zdaj v zadnjih nekaj letih vzpostavilo v naraciji tej znanstveno-raziskovalni, ki je prej tudi popolnoma izostala. In to tudi ima pomembne vplive, kako potem lahko vrednotimo ta impact znanosti na družbo. Skratka, sprememb je res ogromno. Ta avtonomija, ki smo jo pridobili raziskovalne organizacije, mislim, da se tega
vodstva še ne zavedajo dobro, ne, in da se vsi še zdaj malo ljubimo, se malo orientiramo v tem sistemu, se prilagajamo na stvari, ki še izhajajo iz tega zakona, zato ker vse še ni zgodilo, ravno evalvacije so še taka stvar, ki se bodo verjetno kot zadnja, ne, ta neka novost vzpostavile. Delujemo v 6-letnih programskih obdobjih, ne, jaz mislim, da je to super, ne, in upamo, ne, da bo na dolgi rok to tako ostalo, ne, da ne bo potem, prej smo se veliko o tem pogovarjali, ne, o politiki in kako hitro se menjajo, ne, lahko. Jaz upam, da bo to ostalo na dolgi rok, da bomo po drugem, jaz mislim, da bomo šele v drugem programskem obdobju zares polno zadihali v novem sistemu, da v tretjem programskem obdobju bo pa res nek tak ogromen preboj se lahko videl z neko res izjemno zgodbo tudi z področja znanosti, ne. Cikli so res počasni, ne. Prej ste samo omenila, ne, če ste vi 93. leta se začeli pogovarjati o tem, pa čez 10 let še več prvo evaluacijo naredili, ne, mislim, tudi pri nas bo trajalo kar nekaj časa, ne. Vse to, kar se je tudi prvi panel pogovarjal, še vedno se malo učimo, prilagajamo, tudi komuniciranja znanosti, vsak ga malo po svoje dela, ne, novi momenti prihajajo, novi ljudje, novi načini, ne, se dogajajo, ne, vse to se bomo mogli malo še, se pravi, na vseh teh področjih se bomo mogli malo, ko bi rekel, navaditi, ne, na te nove načine in seveda polno izkoristiti možnosti, ki jih zakonodaja ponuja, ne. Zdaj, kar se tiče evalvacij, ne, zakaj ravno zdaj, ne, jaz bi rekel, zakaj šele zdaj, ne, ker to je ena od stvari, ki je bila v zakonu ves čas vključena, ne, pa v bistvu nismo imeli dobrega občutka, kaj s tem sploh narediti, ne. Zakon se je res pripravljal res zelo dolg časa, to je res en tak lep primer, v prejšnjem panelu je bilo tudi to omenjeno, kako odločevalci komunicirajo s skupnostjo, to je vzorčen primer, kako se je to naredilo, ker je šlo res skozi več faz usklajevanja z vsemi, ki smo v to vključeni, raziskovalne organizacije, kot so inštituti, univerze, gospodarska zbornica, sindikati, ministrstvo in je imel potem res tako, res široko konsenzualno podporo in je potem tudi sprejem parlamentu bil zelo hiter, ne. In v zakonu je področje evalviranja vedno bilo nekako ob robu, ker te kulture ni bilo v Sloveniji, ne, do zdaj, ne. Ena anekdota je taka, ne, ko recimo je bilo v zakonu, se je ves čas nekaj členov je bilo namenjeno evalvaciji, potem pa zaradi različnih razlogov takrat je agencija ocenila, da to ne bo mogla izvesti in se je kar naenkrat pojavila beseda samoevalvacija, ne, in so bili isti členi skoraj samo, da je bilo samoevalvacija, ne. In potem spet v nekaj po tem dodatnih iteracijah se je to seveda vse spremenilo, zdaj imamo zelo dober, zelo dobro zastavljen sistem, mislim, da je komunikacija res spet, to je spet en tak lep primer, kako se veliko pogovarjamo o tem, ne, in skupnost in agencija in poskušamo zdaj najti ta nek optimalen način, kako te evalvacije izpeljati, ne. Naš inštitut je morda malo poseben v tem, ker smo mi, ko sem jaz začel z vodenjem inštituta, smo nekako v teh internih debatah sami prišli do tega, da bi radi videli, da nam nekdo nastavi ogledalo, ne, kaj delamo, kako to delamo na inštitutu, na en tak način resen, da so tukaj mednarodni strokovnjaki, ki niso z nikomer povezani, ne, ta tako imenovan res peer review, ne, in smo potem prvo neko tako presojo izvedli, ne. Izvedli smo presojo odsekov, to so naše organizacijske enote na inštitutu, ne, in smo potem in se potem zavezali, da bomo te presoje izvajali na neka redna obdobja, ne. Po prvi presoji smo dobili cel kup pripomb za posamezne odseke, za inštitut kot celoto in smo potem, to je meni zelo pomagali vodstvu inštituta, ne, da smo lahko začeli uvajati, ker smo se naslonili na te presoje in smo začeli uvajati spremembe, ne. Spremembe so bile kakšne zelo trivialne, ne vem, spremenite nekaj na spletni strani, ki je bilo prikazano, do organizacijskih sprememb, da smo združili nekaj odsekov v večji odsek, da so se začeli ljudje pogovarjati med seboj in tako naprej, ne. Tako da to je nekako, ampak vse je bilo pa v bistvu na en tak mehek način, ne, da noben ni nič izgubil, ne.
Zdaj, drugo presojo, ki smo naredili, smo se lahko že malo naslonili z izsledki na novi zakon, zato ker so sveža sredstva začela prihajati na inštitut in smo lahko ta sveža sredstva malo razporejali tudi glede na oceno evalvacije. Ne. Tako da to se je zdaj pri nas in dosegli smo tudi celo to, ne, v okviru vodstva, da se ta evalvacija potem v akte inštitutske, ki se tičejo stabilnega financiranja, prenesla, se pravi smo jo tudi instrumentalizirali. Tako da je to zdaj nek del, ki so ga vsi ponotranjali, je neka taka stvar, ki bomo drugo leto spet izvedeli, se pripravljamo že na to, se bomo prilagodili tudi glede na to, kar bo Aris izvedel, ne. In so ljudje to sprejeli, ne, in z vsako to evalvacijo malo bolj, ko bi rekel, karikirano šraufamo, ne, odseke in bolj take večje drastične spremembe poskušamo uvajati, ne, v načinu dela, v organiziranju in tako naprej. In mislim, da bom zdaj počasi zaključil, ne, to, meni se zdi, da je, se pravi še enkrat, kar se evalvacije tiče, da je skrajni čas, da smo se začeli o tem pogovarjati, pa da to začnemo izvajati. Mislim, da je to za sistem, to sistem mora imeti ugrajeno, ne, in nismo se pa dotaknili še ene zelo pomembne stvari, ne, kaj se pa zgodi po evalvacijah, ne. To tudi, ti nisi omenila, ne, kaj se v Angliji dogaja, ne, kakšne so posledice za organizacije, v eno ali drugo smer, če dobro delajo, pa če slabo delajo, ne. In tudi v našem primeru, ne, bi jaz bolj želel, da bi neki večji učinki bili na organizacije nazaj, glede na evalvacije. Ker to bo pomenilo, da bodo vodstva inštitucij, upravni odbori, direktorji zelo pazili, kaj bojo delali, kako bojo organizirali delo, na kakšen način bojo delali, ne. Ministrstvo bo imelo zelo lepo pogled, ne, v to, kakšna je kondicija raziskovalnih inštitucij in bo lahko politike tudi glede na te izsledke pripravljalo, ne, in javnost bo videla, ne, kje v bistvu smo. Ne. Če bomo tako naredili, kot se to dela v tujini, da bodo mednarodni, neodvisni ocenjevalci, ne, bodo te ocene imele nek smisel in bo tudi javnost videla, kako se naše organizacije primerjajo glede na neko svetovno stanje. Hvala tudi za ta organizacijski del, kako se organizacije učijo in prilagajajo, ampak se bom še vrnila k vam, ker morda namensko nisem povedala, kako so ljudje reagirali in kako so se organizacije spreminjale, ker se spreminjajo tudi v času in odvisno od tega, kakšne so spodbude in kot smo se v prvem panelu pogovarjali, kakšne so finančne posledice neuboganja sistema, ne sledenja sistemu. Ampak preden gremo na na veliko organizacijo, morda ostanemo še pri manjši, pri Inštitutu za novejšo zgodovino. Andrej Pančur, kakšne so vaše izkušnje, kakšni so vaši pogledi na to, kar se trenutno dogaja v Sloveniji in kakšne so vaše ambicije za specifike področja, ki ga Inštitut za novejšo zgodovino pokriva? Vsi tele, kar je bilo prej povedano, je zelo dobro izhodišče za tudi to nastopanje v našem primeru. Inštitut za novejšo zgodovino je seveda manjša raziskovalna organizacija, ko smo mi to pred 5 leti, takrat, ko je zakon se sprožil, nas je bilo dobrih 30 in podobno. In glavna varianta, kakor je tukaj potrebno vedeti, je glih ravno ta gromozansko velik pomen raziskovalne avtonomije in avtonomije raziskovalnih zavodov. To je dalo velik preboj tudi v smislu možnosti, da se začnejo raziskovalne organizacije, če hočejo, spreminjati in je možno se spreminjati tudi v primeru, ko še ni bilo evalvacije tega sistema. Če bo evalvacija potem premagala, bomo videli na kakšen način, ja, za tega smo seveda danes tukaj. Ampak glavna sprememba, kakor je bila, so bili nekaj par zelo strateških premislekov. En strateški premislek je bil seveda ta, da nas zakon ne podeljuje samo avtonomije, ampak nas v nekaj tudi sili. Nas je začel siliti v to, da smo mogli bolj intenzivno vstopiti v evropski raziskovalni prostor in temu primerno tudi prilagoditi našo organizacijsko obliko. Druga varianta je, kar se včasih mogoče čisto pozablja, je ta, da velikokrat se reče,
Zdaj pa ta javni raziskovalni zavod je bil ustanovljen iz tega namena. To je bilo takrat, ko je bil ustanovljen. Mi smo bili takrat leta nazaj ustanovljeni kot Inštitut za zgodovino za delavskega gibanja in je bilo to glavno prioritetno področje in je bila specifična varianta. Trenutno je tako, da nas je država, potem ko smo dobili ustanovne akte, ne ustanavlja zato, da moramo raziskovati to pa to, ampak nas ustanavlja zato, da proučujemo, da delamo raziskave iz področja družboslovja in humanistike. To je vse, kar država od nas zahteva, ostalo je pa vse stvar naše avtonomije. In v tem kontekstu se moramo seveda pri našem primeru tudi odločiti, kako ves ta okvir avtonomije, ki nam so ga dali, spodobiti na način, da nam omogoči eno rast, hkrati pa tudi večjo prepoznavnost v slovenskem in zadnje tudi v širšem evropskem prostoru. In tukaj v tem primeru smo prepoznali, ker so bili nastavki že prej podani, da je ne samo internacionalizacija, ampak tudi interdisciplinarnost in meddisciplinarnost ena od teh področij, ki nam lahko olajšajo ne samo delovanje organizacije kot takšne, ampak tudi hkrati spodbujajo razvoj teh osnovnih dejavnosti zgodovinopisja, s katerega smo izhajali. In so vse te zakonodajno okvir, ki v tem primeru smo malo pozabili tudi na resolucijo o razvoju znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki to zadevo zelo dobro upelje, so te okvir, v katerem naj se posamezne organizacije gibljajo in se lahko prilagajajo, je bil dober push za vse te spremembe. Potem, ko se bomo navezali na družbeni vpliv, je seveda to eno od področij, v katerem se je začelo šele zdaj dobesedno razmišljati. Iz prejšnjih razprav z prvega panela je bilo zelo jasno razvidno, da je družbeni vpliv pa nekaj tudi v humanistiki in družboslovju nekaj, kar je bilo stalno prisotno ves čas. Ampak spet, zdaj s tem, ko je bilo opredeljeno z zakonom in strategijo, da imamo tisto, kar se bo gledalo znanstveno odličnost in družbeni vpliv, nas je začelo sili v to, da smo začeli to zadevo konceptualizirati ne samo v glavi, kaj je, ampak tudi organizacijsko začeti razvijati se v tem smislu. In to je eden od teh ključnih elementov kombinacije, da te po eni strani v nekaj prisilijo, ali z samo zakonodajo, ali pa potem tudi z evalvacijami, po drugi strani ti daje pa zelo veliko avtonomijo, da ti lahko temu sploh slediš. Brez te avtonomije bi bilo brez veze govoriti o kakršnikoli možnostih za spremembe. Skratka, izpostavljaš ta zunanji push, za institucionalno učenje in prilagajanje. Ja, v našem primeru je bil to, v primeru Kemijskega inštituta je bilo njihovo lastno samozavedanje, da je potrebno nekaj spremeniti, v našem primeru je bila ta zakonodajni okvir. Moče malo push, ko je zadevo permanentno. Močnejši. Ja. Pri manjših zavodih je nažalost počasih ponovadi tako. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, kako pa je, ko recimo s tem operirate v prostoru, ki se ne ukvarja izključno z produkcijo znanosti, ampak tudi z produkcijo znanstvenikov in znanstvenic, skratka tudi z izobraževanjem, kako recimo manevrirati v tem prostoru multiplih zahtev, glede na to, da Univerza v Ljubljani, recimo kot vse ostale univerze v Sloveniji, na nek način morate se prilagajati na zahteve različnih zakonskih osnov, strateških osnov in tudi ne nazadnje političnih predlogov. Ja, hvala za povabilo na to okroglo mizo. Najprej mogoče to, kar si začela, to je za nas kar zahtevno. Ja. Tukaj se ukvarjamo ravno s tem tudi v dogovoru z
Arisom, ker mi dejansko zdaj bomo evalvirane univerze, bomo evalvirane dvakrat. Po eni strani je za nas odgovoren NAKVIS, Agencija za akreditacijo v visokem šolstvu, ki nekako evalvira, ko smo malo kritični, pa ne še na najboljši način, tudi raziskovalno delo, hkrati bomo pa še evalvirani strani ARIS-a. Tako da tukaj o tem smo se že pogovarjali v okviru rektorske konference, kako to nekako povezati, ker mi bomo zdaj dejansko bili zelo obremenjeni s tem. Že tako, ko ena evalvacija preko NAKVIS-a je zelo obremenjujoča za celotno univerzo, dve zaporedno bosta pa sploh. Seveda smo pa mi šli sami takoj po sprejetju zakona v našo lastno evalvacijo, ker tukaj se pa tudi jaz mnenja, da moramo to narediti, in uvedli smo pač sistem evalvacije za zunanji evalvatorji, ki temelji na kvalitativni presoji, tako da smo se odmaknili od točkovanja. Ohranili smo ga še v enem delu, zato ker je bilo veliko nasprotovanja, tudi lahko rečem, da je bilo ob začetku uvajanja veliko nasprotovanja temu, zakaj sploh karkoli ocenjevati, se mi smo pa dobri, zakaj bi pa kdorkoli nas ocenjeval, tako da še zmeraj je nekaj nasprotovanj. Je pa vse spremembe vedno lažje uvajati z korenčkom namesto s palico, tako da sem vedno pristop tega in imel en zelo dober primer, ker ni direktno povezan z znanostjo, pač posredno. Imeli smo v okviru NOO-ja en projekt Ultra, kjer smo uvajali, v bistvu je bil namenjen posodabljanju visokošolskih študijskih programov, ampak smo to zapeljali tako, da vpliva tudi na univerzitetne programe. In v okviru tega projekta smo uvedli 60 novih interdisciplinarnih predmetov z področja trajnosti in digitalizacije. Na začetku je bilo tudi tukaj precej odpora, zdaj po 2 letih in pol, ker smo začeli s tem projektom, pa večkrat, ko sem na kakšni fakulteti, pridejo ljudje do mene in reče, kako bi bila pa tale Ultra fajn, kako smo se povezali, kako smo začeli delovati skupaj v področju, za katere nismo mislili, da se sploh lahko povezujemo. Tako da se da marsikaj narediti, pa vedno koristno, če imaš neko zunanjo, pa ne to prisilo, ampak bo tudi spodbudo, da tukaj kot je bila finančna spodbuda, da smo lahko to izpeljali. Kako se pa merijo sami učinki na družbo, je pa kratko odgovor je zelo težko. Daljši odgovor je pa, da to je zelo dolgoročna zadeva. Te učinke so zelo raznoliki. Recimo, en naš učinek, ki je zelo pomemben na družbo, trenutno v Sloveniji poteka približno 1 milijarda investicij farmacevtskih podjetij iz tujine, iz Švice, Novartisa pa Sandoza. Investirajo 1 milijardo evrov v nove razvojne centre, ki bodo prinašali nova delovna mesta z zelo visoko dodano vrednostjo. In kaj je ključni razlog, da prihajajo sem? Kadri, ki jih vzgajamo na naših drugih univerzah. To je tudi eden od teh družbenih vplivov univerz, ki ga imamo, pa se ga premalo zavedamo, da brez teh kadrov ne bi bilo teh investicij v Slovenijo, ki bodo tudi gnale gospodarski razvoj naprej. Če pa pogledamo čisto zgodovinsko, ZDA, ki so postale vodilna tehnološka država, zdaj počasi Kitajska dohiteva, oni so se leta 1945 odločili, da bojo vlagali v osnovno znanost. Takrat je bilo zelo znano poročilo Weinerberryjeva Busha, ki je rekel, da je osnovna znanost gonilo tehnološkega napredka, in oni še danes, marsikdo misli, ki ne pozna tako dobro situacijo v ZDA, da oni vlagajo predvsem v aplikativne znanosti. So oni praktično ves javni denar vlagajo v osnovne znanosti. Imajo pa izjemno dober sistem, kako se potem te odkrita iz osnovne znanosti pretakajo v gospodarstvo in to poganja potem gospodarski razvoj. Tudi recimo letos je bila Nobelova nagrada podeljena ravno na področju ekonomije, ravno za to področje, ker so raziskovalci pokazali, kako tehnološki razvoj poganja napredek držav. Tako oni to imenujejo kreativna disrupcija, ko se nekaj novega povozi tisto, kar je že staro, ampak na način družba stalno napreduje, se tehnološko razvija in nam omogoča vedno bolj lagodna življenja. Tako da mi pač, kot sem rekel, šli smo na kvalitetno ocenjevanje, kjer morajo tudi ocenjevalci presoditi, kaj je pomembno, ne po točkah, ne po posebej dobijo navodila, da morajo ocenjevati pomen tega za znanost, ne pa gledati, kje je bilo nekaj objavljeno, pa koliko rezultatov je imelo. Gregor je dal odlično izhodišče zate, Barbara Krajnc, direktorica Tehnološkega foruma Slovenije, ki se nam javlja na daljavo. Predvsem z vidika, glede na to, da vaš forum vključuje visokotehnološka podjetja, ki je kritično odvisno tudi od visoko usposobljenega kadra, kot tudi od znanstvenega napredka in sodelovanja znanosti z gospodarstvom. In me zanima, Barbara, če lahko deliš tvojo izkušnjo, torej izhodišča, mnenja in stališča vaših podjetij, ki imajo na nek način tudi precej kritičen odnos do tako produkcije znanosti, kot do sodelovanja z slovensko znanostjo. Ja, Jana, hvala lepa. Hvala za vabilo.
Upam, da se slišimo. Odlično se slišimo, hvala. Krasno, hvala. Zelo zanimive debate, že prejšnje omizje in tudi sedanje. Sem edina, ki prihajam iz gospodarstva, oziroma ga predstavljam v imenu foruma oziroma našega združenja. Kritičnost mislim, da je zmer na mestu. V podjetjih se namreč zmer sprašujemo, oziroma se moramo prespraševati, ali so neke poslovne odločitve bile pravilne, oziroma da se informirano odločamo sploh, da pridemo do njih. Tako da mislim, da je ta krog, oziroma to, kar sem poslušala o evalvacijah oziroma merjenju učinkov na različnih nivojih, se mi zdi zelo pomembna. Mogoče bi se sam najprej čist na splošno postavila v en kontekst vsega, mogoče bolj pogled z vidika podjetij. Sigurno ste brali letošnje poročilo o razvoju oziroma kakovosti življenja, ki ga je pripravil UMAR, kjer je bilo zelo jasno povedano, kje smo v Sloveniji v nekem razvojnem modelu. Po mojem mnenju, oziroma našem mnenju, smo trčali na zid, ker tega nekega pravega razvojnega modela v bistvu nimamo več, oziroma nimamo jasne vizije, kam točno bi šli, kaj so mogoče res prioritete. To poročilo nam res postavi ogledalo, pa bi mogoče samo v bistvu v kontekstu znanosti, iz znanosti izhajajo inovacije, iz inovacij lahko govorimo o produktivnosti, ki je pomembna ali pa temelj za razvoj, za gospodarsko rast. Inovacije, kot jih mi vidimo, niso neko ponavljanje oziroma sledenje, ampak res neke prebojne nove rešitve. Lepo je gospod Mosnar, ki preko inovacije niso le tehnična izboljšava, so mentaliteta, način razmišljanja in ustvarjalnost povezana z gospodarstvom, z raziskavami in z drznostjo politike. Torej, sigurno, če gledamo države inovatorke znotraj EU-ja, so to skandinavske države. Zanimivo je, da tam mi skozi govorimo, kako moramo delati več. Tam delajo manj, pa so bolj uspešni. Tako da se treba tudi z tega vidika vprašati. Kaj je res tista prioriteta? Da se mogoče vrnem na to izhodišče, Jana, ki si ga postavila. Jaz verjamem, da seveda imamo primere, kjer so izkušnje slabše ali boljše. Jaz razumem, se mi zdi zelo pomembno to, kar je bilo večkrat poudarjeno, da se moramo bolje poslušati, da se med sabo več pogovarjati, ker če se bomo bolje poslušali, se bomo bolje razumeli in bomo razumeli tudi potrebe podjetij. Zelo se mi zdi pomembno to kroženje znanja, oziroma prehod raziskovalcev v eno ali drugo smer in v bistvu ljudi iz podjetij. Evalvacija, o kateri se pogovarjate, in verjamem in vidim, da je to res velik izziv za znanost, ampak mislim, da je to res ključnega pomena, zato da bomo lahko vsi, mogoče tudi neke predsodke, da jih ne bo več v javnosti ali pa v določenih krogih, kaj dejansko znanost počne in prispeva. Tako da tle bi mogoče izpostavila samo še razmislek pa naprej. Mogoče bi se ne toliko na polje razpisov ali pa priložnosti, ki jih recimo trenutno potekajo preko Arisa. Bi mogoče se navezala na razpise, ki jih imajo neke druge javne državne institucije, druge agencije, predvsem na polju gospodarstva. Tam recimo po našem mnenju država dejansko z zelo nepremišljenimi potezami deli denar in se ne sprašuje o učinkih. Čisto konkreten primer, spet razpis za pomoč pri digitalizaciji podjetjem. Vemo, da mala srednja podjetja v Sloveniji
so relativno še vedno podhranjena, oziroma ne znajo si dobro predstavljati, kaj resnična digitalizacija pomeni. In mi še vedno vlagamo, oziroma vidimo kot ultimativni preboj v tem področju, da podjetjem damo denar, da papirno poslovanje prenesejo na digitalno okolje. Ni preboj, to ni, mislim, lahko že brez da bi kaj izmerili, lahko sigurnosti rečemo, da resničnega učinka za res boljše poslovanje tazga podjetja enostavno ne more biti. Teh razpisov žal na polju gospodarskega dela žal še občutno preveč. Tle vidimo, da se nažalost zgublja zelo veliko denarja, energije in časa za vse. Ker na drugi strani so pač ti razpisi zelo komplicirani. Pa mogoče za začetek sam še parafraziranje komentarja, ki ga je pred kratkim ravno na to temo napisal naš predsednik upravnega odbora, Andraž Logar, ko so bile trenutno, da se pogovarjajo o nekem denarju za zagonska podjetja. Torej, govorimo o parih milijonih in bomo zdaj razdelili spet na mnogo potencialnih prejemnikov. Njegov komentar je bil, s tem podpiramo folklorne skupine in ne razvojni preboj zagonska podjetja. Pa seveda z vsem spoštovanjem do kulture, kulturne dediščine, vendar na ta način ne bomo prišli, tako da evalvacija se mi zdi zelo, zelo pomembna. S tem se bo pa zgradilo tudi zaupanje, ki bo vodilo v boljše sodelovanje in v več pozitivnih rezultatov za vse. Mogoče sem malo predolga, ker je res ogromno enih stvari za izpostaviti. Ampak evo, toliko za začetek. Hvala, Barbara. Spomnila si predvsem na tisto, mislim, kar je prej izpostavil Gregor Anderluh. Ko delamo evalvacije, kakšne so potem posledice za rast, za učenje organizacij. In morda, Klemen Mikljevič, kakšna je časovnica, ki jo predvidevate, in v tej časovnici tudi kakšne procesne elemente, torej kakšni so mejniki v tem procesu učenja z institucijami, ki naj bi se potem pretvorili v, verjetno predvidevam, v nek sistem merjenja, in ta sistem merjenja potem verjetno ima tudi neke konkretne finančne učinke. Čeprav razumem, so trenutno finančni učinki na področju merjenja vpliva relativno nizki. Kakšne so vaše ambicije potem v prihodnje, tudi z vidika nagrajevanja in morda spodbude, ne vem, če lahko uporabim ta izraz, kaznovanja institucij, ki pač enostavno vpliv znanosti in učinko znanosti ignorirajo. Ja, zdaj, hvala za to vprašanje, zlasti zato, ker tle gre za eno pomembno dilemo. Kaj bo zdaj tisto, kar bo vodilo, ali tista palca na koncu, oziroma potencialno korenče, ko bo šlo za prerasporeditev denarja. Da se razume, govorimo o denarju za stabilno financiranje in tudi evalviralo se bo znanstveno-raziskovalno dejavnost znotraj tega stabilnega financiranja. To je 68%, tam plus minus, vsega denarja, ki ga ARIS iz državnega proračuna razdeli za znanstveno-raziskovalno dejavnost. To ni ves javen denar, nekega gre tudi skozi eno nadstropje više, skozi visoko šolstvo, pa iz evropske blagajne še pride, zlasti za inovacije denar, ampak vseeno gre za ogromno količino denarja, ki gre v znanost in ta denar se bo na vsakih 6 let, 6-letna je pogodba, prerasporedil v 10%. Tle smo si zelo podobni z REF-om, to je eden redkih sistemov, ki top-down krmari znanstveno-raziskovalno dejavnost skozi evalvacijo. Evalvacijo se jemlje skupaj z instrumentom financiranja kot temeljni instrument krmarjenja. In učinke smo že slišali. Institut za novejšo zgodovino je imel družbeni vpliv, ampak šele zdaj ga poskuša zajeti in o njem razmišljati oziroma poročati. Se pravi, ta učinek na tak način je,
je rekel prisila, ampak to je neke vrste usmeritev, no, bomo temu rekli. Zdaj, kakšna je časovnica? Izvedli smo že eno poskusno evalvacijo institucij, gre za 2 tipa evalvacij. Dvakrat bojo zunanje evalvirane na pogodbeno obdobje institucije, eno bomo pogledali rezultate, se pravi output, kaj so znanstveniki naredili v smislu znanstvene odličnosti, se pravi znanstveni rezultati in družbenega vpliva. Primeri, kako so s svojim delom vplivali na neko družbeno aktivnost, bodi si ekonomsko, socialno, kulturno polje, se pravi vsa ta polja družbena bojo vzeta v obzir. To je ena, druga je pa bomo pogledali institucijo. Kako dobra, v kakšni formi je raziskovalna institucija za to, da zagotavlja raziskovalno okolje, kvalitetno raziskovalno okolje za delo raziskovalcev na dolgi rok. Te 2 aspekta bomo osvetlili. Začeli smo s poskusno evalvacijo institucij, kjer smo pogledali samo en aspekt. Namreč ta avtonomija pripelje s sabo eno pomembno odgovornost za raziskovalne institucije. Če je zdaj recimo v grobem država skozi svoje institucije mikromenedžirala znanost, bom zelo grobo odraden, se je od tega zdaj umaknilo. Pričakuje se od znanstvenih organizacij, da skupaj s to avtonomijo tudi zastavijo lastne cilje, lastno strategijo. Torej, da najdejo svoj prostor v znanstvenem prostoru, v znanstvenem okolju in zasledujejo tudi te cilje, dolgoročne strateške razvojne cilje in svojo strategijo. Pogledali smo, kakšne imajo te strateške cilje in kakšno imajo strategijo in to tudi ocenili. To je bil prva vaja, zato da bomo potem pogledali še 7 drugih aspektov institucij. In v naslednjem letu, začetek že, morali bi že konec tega leta, bomo izvedli tudi 3, bomo pogledali tudi te dosežke, ampak samo na 3 od 27 področji RC. Se pravi, poskusno bomo pogledali, kako dobri so naši znanstveniki pri znanstveni odličnosti in družbenem vplivu na 3 področjih. Eno iz humanistike, eno iz življenjskih ved in eno področje bomo izbrali iz tehnike in naravoslovja. To so zdaj te poskusne vaje, ki nam bojo še dodatno omogočili, da izpilimo sistem. Potem pa leta 28 začne, oziroma konec leta 26 izvedemo prvo celovito evalvacijo raziskovalnih inštitucij. Če smo prej pogledali poskusno samo strateško upravljanje, bomo zdaj pogledali vse aspekte raziskovalne inštitucije in rezultati, pravi bojo v letu 27 podlaga za ministra, zato da se bo odločil, koliko denarja bo razporedil. V tem prvem obdobju je to do 5%. Do 5% tega celotnega denarja, ki je namenjen za stabilno financiranje, se bo lahko prerazporedilo glede na rezultate evalvacije. Potem v naslednjih obdobjih se pa to poveča na do 10%. V Britaniji je to nekje 30%, če sem prav razumel. Pri nas se to vrednoti v prestižu, pravijo ti, ki to delajo, naši šefi. Ampak pomemben aspekt tega zdaj je, da se ne bomo koncentrirali na to, kdo se je kam uvrstil in glede na koga kako, ampak da bojo tisto, kar bojo tuji ocenjevalci, tle bojo samo tuji ocenjevalci, da se razume, ocenjevali ARIS, mi, ki smo zaposleni na ARIS, bomo samo organizatorji tega sistema. Skupaj z raziskovalno skupnostjo smo razvili merila, kazalnike, metode, ampak potem pokličemo noter, v angleščini rečete peer reviewerje, spravi znanstvenike, kolege iz tujine, ki bojo ocenjevali delo naših znanstvenikov in usposobljenost institucij za podporo znanstvenemu delu. Spravi, da bo tisto, kar bojo oni ugotovili in priporočili, zahtevali bomo od njih tudi, da dajo priporočila, da bo tisto osrednje, kar bo jo dobile organizacije in tisto jemale kot neko vodilo za izboljšanje v naslednjem obdobju. To je bistvo evalvacije. Bolj kot tisto, da se prerazporedi denar oziroma da se pogleda, kje je kdo na lestvici, da se tekmuje. Slabo bi bilo, če bi ta evalvacija prinesla v naš prostor samo neko tekmovanje za prestiž med institucijami. Evalvacija mora biti ogledalo, smo slišali prej, nekateri so si ga sami zastavili, preden je sistem se odzval in naredil sistemsko ogledalo, so si ga sami
zastavili Kemijski inštitut, je tak primer. Ogledalo naši raziskovalni skupnosti, kaj še lahko naredi, da se izboljša. Izboljšanje pa kontinuirano. Še nekaj osrednja evalvacija, jaz sem imenoval 2 zunanje evalvacije zdaj. Ena gleda rezultate, ena institucije. Osrednja evalvacija, tako ko jo vidimo na Arisu, je pa sama evalvacija. Se pravi, spodbujamo institucije, tle je tudi nek mehanizem usmerjanja, delovanja, spodbujamo institucije, da vzpostavijo notranjo kulturo kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela. Se pravi, da same iščejo svoje šibkosti, svoje prednosti in da se glede na svoje ugotovitve potem tudi ravnajo naprej. Tako kot je to naredil Kemijski inštitut, kot je naredila Univerza v Ljubljani, pričakujemo, da bo se potem zgledu ravnale tudi druge raziskovalne institucije. Hvala, Klemen, ampak imam pa zdaj obratno vprašanje. Torej, Velika Britanija ima ne samo REF, ima tudi recimo Teaching Excellence Framework, Knowledge Exchange Framework, skratka različne stvari merijo. Ko se je takole na tak način v novejši zgodovini uveljavljal Teaching Excellence Framework, je sistem razpadel, predvsem zaradi tega, ker je po tem principu, ki ste ga omenjali, pokazal nekaterim zelo uveljavljenim institucijam, da dejansko niso tako dobre, kot so si predstavljale. Teaching Excellence pač meri odličnost v ocenjevanju. Namesto, da bi se, kot je prej Gregor Anderluh na nek način, pa Andrej Pančur in Gregor Majdič so izpostavili, da gre za proces učenja, jaz ne verjamem čist temu, da je ta proces učenja institucionalno res tako pozitiven. Namreč ravno te velike prestižne institucije so reagirale na relativno slabe ocene tako negativno, da je TEF propadel. In se je torej ta vaja v merjenju uveljavila samo pri institucijah, ki so morda slabše pri drugih elementih, zlasti na področju znanstvene odličnosti. In vprašanje za vse 3 predstavnike raziskovalnih institucij, kako vzdrževati motivacijo med svojimi zaposlenimi, da vendarle tega na nek način administrativnega bremena in morda strahu pred ocenjevanjem ne jemljejo kot, se ne vem niti kako točno bi se izrazila, ampak kot neko coklo v razvoju, kot neko bremzo in kot morda občutek v poseganje v avtonomijo. Skratka, v prvem panelu smo ugotovili, kako lahko ravno take vaje usmerjajo vedenje institucij in raziskovalk in raziskovalcev. Imate morda kak odziv, na kak način upravljati, ne nazadnje vsi 3 vodite zelo veliko število človeških karakterjev in znanstveniki in znanstvenice smo znani morda celo po nekoliko specifičnih profilih osebnih. Ja, izvoli, Andrej Pančur, prosim. Ja, mogoče v našem primeru je šel razmislek v to smer, zato ker vse te zadeve bojo prinesle svoje dodatne obremenitve. Je logično. Že navsezadnje avtonomija kot takšna prinaša dodatne obremenitve. Ne smemo si zatiskati oči pa reči, zdaj, ko smo dobili avtonomijo, je to zdaj lažje, kot je bilo pa prej, ko so nam dirigirali, na kakšen način moramo razporejati denar in podobno. V resnici je težje in zahteva več administrativnega, upravljalskega razmišljaka dela, je dosti bolj zahtevno to tudi iz stališča vodstvenega kadra uprave in podobno. Podobno bo tudi ta kontekst prinesel določene vrste obremenitev za vse tudi upletene raziskovalce, je to logično. Zato je potrebno začeti razmišljati, kako ta sistem povezati z drugim sistemom, ki se gre glede evalvacije raziskovalcev in habilitacijskega sistema. Mislim, da bi bilo zelo dobro, mislim, da je zadeva tudi približno malo nakazana pa nastavljena, da se sistem evalviranja raziskovalcev in inštitucij in med seboj povežeta. In če smo prej govorili o prvem panelu o tem, kako bo težko z raziskovalcem, ki ima že tako in tako zelo veliko raziskovalnega dela in je to na inštitutih glavna upravek. Raziskovalno delo je pač glavni upravek na inštitutih, na univerzah je lahko raziskovalno delo ali pedagoško ali kombinacija obega, ponese samo raziskovalno. Ampak v tem kontekstu je pa potrebno potem pa vedeti, da bo poleg tega raziskovalnega dela, ki bo
se izkazoval v nekih vrstih odličnih raziskovalnih rezultatih, ki bodo lahko prišli v recenzentski postopek v okviru same evalvacije raziskovalnih organizacij, te odlična ocenjevanje znanstvene odličnosti, ali pa te vrste odlični prispevki glede družbenega vpliva. Kako začeti spodbujati, da bojo raziskovalci začeli dojemati, da ni potrebna samo neskončna produkcija nekih člankov in publikacij, ki jih mogoče nobeden niti ne bere, ampak da se je potrebno raziskovalno dejavnost koncentrirati na način čim bolj odlične znanosti, ki bo prepoznana, in se moramo zavedati, da bo to seveda potrebno tudi več časa in predvsem več kolektivnega dela. Kolektivno delo je tukaj en ključnih elementov, ki ga bo potrebno notri popeljati, zato ker prejšnje razprave je bilo, prejšnje razprave glede prvega panela je bilo logično, da en družbeni učinek, tudi potem, ko bo to zadeva šla v ocenjevanje, bo ta družbeni učinek ne bo to stvar posameznika. To bo moglo biti stvar enega večjega števila ljudi, tako na inštituciji, kot seveda, kar je zadnje ključno variante, kako se to institucionalno povezuje, potem pa nazvene vse ostale deležnike, ki so tukaj notri doseči. In glavna dilema tukaj bo, kje popustiti raziskovalcem, pa jih manj pritiskati na njih, da lahko na drugem področju mogoče mečkam bolj pritiskaš. Ker na zadnje dan samo 24 ur, več ni mogoče delati, raziskovalci so navajeni, smo navajeni delati več, kot je pa delovnik 40 ur na dan, na teden, to vsi vemo, ampak čez pa ne moreš iti. In se gre za to menedžiranje časa in menedžiranje skupin raziskovalcev in vklopiti v ta sistem tudi v habilitacije in evaluacije raziskovalcev, mogoče en teh ključnih elementov, na kakšen način bi bilo mogoče to med seboj balansirati. To je nekako moje izhodišče. Gregor, imate pa kak odziv? Nas je bilo precej odzivov, kot sem že rekel. Mislim, da ključna je komunikacija, prilagajanje sistema na slabe točke, ki jih prepoznajo raziskovalci. Pri nas, ko smo lansko leto ocenjevali področje družboslovja in humanistike, je bilo, sem rekel, veliko dol na začetku, potem pa so veliko pozitivnih, recimo na zahtevo nekaterih smo ohranili del kvantitativnega ocenjevanja, potem so bili pa številni raziskovalci, vodje raziskovalnih programov, tako zadovoljni s kvalitativnimi ocenami, bili smo res pozorni pri izbiri ocenjevalcev, bilo neodvisno, tako da sistem je precej zapleten, ampak smo zagotovili, da so res neodvisni ocenjevalci. So bili tako zadovoljni z ocenami, da so rekli, da bi kar kvantitativno čist dali stran, da bi šli čist nekvalitativno, tako da, ampak seveda tukaj je vedno potem dilema. Tudi eno inštrument, ki smo ga iz razvojnega stebra financiranja uvedli, smo ravno letos, bila je dvostopenska prijava, ko bomo financirali 4 velike projekte, nekako predvojne interdisciplinarne projekte. Tudi tukaj je bilo v začetku precej nasprotovanj. Letos, ko smo 4 projekte prve pa odobrili, smo pa tudi dobili pohvale, da to je bila pa dobra ideja, da so se začeli povezovati med sabo na področje, kjer so mislili, da se ne da, tako da težko kako naslavljati, po mojem največje pomembna je komunikacija, vidno, da delaš skupaj z ljudmi, da se pogovarjaš, da upoštevaš tudi pripombe, da jih skušaš uveljaviti. Hkrati pa tudi pokazati, da je pa potrebna tudi evalvacija, da nismo vsi najboljši, da je treba predvsem to pozitivno, da je evalvacija namenjena temu, da se izboljšamo, ne temu, da nekoga kaznujemo. Eno vprašanje imamo nadaljavo. Franc Mali, sociolog znanosti iz Fakultete za družbene vede. Če ste še z nami, prosim. Živjo, Franc, izvolite. Ja, pozdravljena. A me slišite? Slišimo odlično. Najprej bi se zahvalil organizatorjem za obe dve ta panela, ki sta izredno zanimiva zame in tu kompetentnih govorcev. Jaz se praktično že po svoji profesionalni karieri, kot ste vi omenila, Jana, že dolgo časa ukvarjam z znanstveno politiko. Jaz imam naslednje vprašanje praktično za vse paneliste. Zdaj v zadnjem času sem spet bolj začel gledati
podatke, ne, ki so včasih pomembne, predvsem v času, ko prihaja do določenih, da so, bi rekel, tudi sami poudarjate, radikalnih sprememb, naprimer v evalvacijskem sistemu, dojemanju vpliva, ne, znanosti na družbo. Eno vprašanje, bom zdaj skušal čim bolj konkretizirati to moje vprašanje. Na nek način mi je zanimivo, ne, da kljub v bistvu poudarjanju tega povezovanja med disciplinami, interdisciplinarnost, danes je bilo tudi večkrat omenjeno, še bolj, bi rekel, tak napreden koncept transdisciplinarnosti. Če pa podatke gledamo, ne, jaz sem gledal to zadnje poročilo ARRS, predpostavljam, kljub temu, da se je to preneslo zdaj glede stabilnega financiranja na izvajajoče inštitute pa univerzo. Naprimer, v stabilnem financiranju ni nobene finančne podpore tako imenovanim interdisciplinarnim raziskovanjem. Mogoče je nekaj na področju še zmeraj tistih temeljnih projektov, mislim, da je okrog 15%. Mene zanima, zakaj tudi konceptualno kakšne stvari ne spreminjate. Če ste skeptični, da ne, pri nas je kot nek okrasek vleče ta ob 6 vedah to področje interdisciplinarnosti, včasih ima občutek človek, da je kot to nek koš za smeti, da tisti, ki delajo na teh drugih vedah, to smatrajo, ne, a to ni mogoče neka niša, ne. Zdaj bi me zanimala ocena, pa čisto drugo, ne, da se ne bom potem preveč vključeval. Mislim, da je pomočnik direktorja ARRS omenil, ne, to je pa prihodnost, ne, koliko se bo spremljalo preko vključevanja slovenskih raziskovalcev v ta European Research Council. Mislim, tukaj verjetno bo pa tudi določena previdnost potrebna, ne. Tukaj moramo vedeti, da Slovenija, spet sem rekel, v zadnjem času rad gledam podatke, ni najbolj, ne, je praktično tam na 22. mestu, ne, tudi primerjalno s kakšnimi temi tudi vzhodnoevropskimi državami, ne, število je malo večje, ne, 36, ne. Zdaj, če se bo tako direktno vstopilo z nekim zelo močnim takim kriterijem, ne, bo tudi doživelo določeno kontraproduktivnost. Absolutno je treba podpirati, seveda, to vključevanje, povezovanje z evropskimi projekti, vendar pričakovati, da se bodo zdaj, posebej, ker so zdaj finančna situacija za znanost ukrepila zaradi tega, ker je veliko financiranja, da se bodo raziskovalci množično vrgli v najbolj te ekscelentne projekte. To je malo skepse. Hvala lepa in mogoče, če je kakšen odgovor, lahko daste, ko ste res zelo kompetentni, panelisti tukaj. Hvala lepa. Franc, hvala lepa. Bom vzela še kaj vprašanj, če ima kdo slučajno že kak komentar na to, kar smo do zdaj povedali iz občinstva, da vas malo vključim. Ok, pa se želi kdo... Barbara. A sem? Pardon, izvolite, ja. Barbara. Aha, Barbara, oprosti, moram pa na 2 pozabim, kam vse pogledati. Najprej prosim vi, potem pa Barbara. Jelka Fric iz Arisa. Jaz sem imela pa za razpravljalce in tudi za vas vprašanje, kakšne so po vašem mnenju morebitne specifike slovenskega raziskovalnega prostora, katere bi bilo smiselno, če že tudi vgraditi in upoštevati v sistemu evalvacij znanstveno-raziskovalnega dela, pa so mogoče se razlikujejo od teh okolij, kjer se uporablja britanski REF in nizozemski SET. Hvala, Ir. Barbara, imaš ti slučajno vprašanje, ki se navezuje na kaj od zdaj povedanega, ali kako čisto drugačno vprašanje? Jaz sem bolj komentar, ampak lahko tudi kasneje. Ok, potem pa, ker mislim, da nam malo koncentracija popušča vsaj meni, no, pa bi raje mogoče zdaj vzela tisto, kar smo dobili od Francije podelke, pa se pol vrnem k tebi. Prav, redu. Se morda želi kdo odzvati na to, kar nas je vprašal kolega Franc, glede interdisciplinarnosti in glede spodbujanja, vključevanja v neke druge sheme financiranja, zlasti evropske vire.
Klemen. Zdaj, mi, ko kreiramo to evalvacijo, pa tudi ne samo mi, tudi naši kolegi pri kompetitivnem financiranju se trudimo, kar se da zajeti interdisciplinarne raziskave pa rezultate enakovredno. Se pravi, nič, malo zahtevno je, ko pride do evalvacije, ko ti rabiš zato, da ti nek rezultat znanstveni evalvira kompetentno eksperte, ki se spoznajo na ta področja, ki so vključena v to interdisciplinarnost, ki jo zastopa ta nek rezultat raziskovalni, pa je zahtevno, ampak se trudimo tudi mehanizme vpeljati v evalvacijo, ki bojo lahko zajele interdisciplinarne rezultate. To je en odgovor, drugi odgovor je pa, nisem prav dobro razumel tega komentarja glede vključenosti v ERC. Mi dosežke gledamo in te vplive družbene gledamo ločeno, torej nimajo povezave s tem, od kje prihajajo. Pri institucionalnem delu, ko gledamo raziskovalne organizacije, pa je mednarodno sodelovanje izenačeno nacionalnemu sodelovanju in je upoštevanje projektov, raznolikosti finančnih virov le eno od meril, ki jih gledamo. Se pravi, ne poveličujemo ERC-ja pri princip. Je podobno, kot smo slišali pri Univerzi v Ljubljani, gledamo, kakšen je prispevek k znanosti, bolj kot to, od kje je bilo kaj objavljeno. Se pravi, ti eksperti se posvetijo pri rezultatih temu, pri organizaciji pa temu, kako organizacija osmisli to, kar počne, mehanizme, ki jih ima, projekte, ki jih je pridobila, kot celoto. In zato imamo 8 različnih kazalnikov, da to celoto čim bolj kompetentno zaobjavimo. Se pravi, nič ne bi smelo tako štrleti ven, da bi nekomu dalo prednost. Pač nekatere organizacije imajo več ERC projektov, druge imajo pa nekaj drugega, kar je drugače relevantno. In te različne relevantnosti morajo biti upoštevane. Si še želel kdo se odzvati na ta del? Tanja, morda ti, Tanja Vertelj? Zdaj tako, glede interdisciplinarnosti, zdaj, po mojem, pa jaz sem razumela, sicer malo navezava tudi na Evropski inovacijski indeks, če sem prav razumela, kje smo, na katerem mestu, ampak ker smo na 19. Ampak tisto je, Evropski inovacijski indeks je nek kompozitni indeks, ki ga sestavlja toliko različnih kazalnikov, na katere pač vplivajo zelo različna področja. In znanstveni del, v bistvu, oziroma privlačnost raziskovalnega sistema je samo en del te zgodbe kot take in je zelo težko reči, da je neka neposredna povezava. Seveda pa in tudi ukrep, ki jih je potrebno, še posebej tem, ker smo slabi, so predvsem vezani na kakšna druga področja, ki mogoče naše ministrstvo niti ni najbolj tisto ključno, pa ta glavno. Zdaj, kar se tiče pa samih interdisciplinarnosti, pa programov, zdaj poleg tega, kar je Klemen povedal, jaz sicer mislim, da v okviru eno je seveda stabilno financiranje, pa evalvacija, kjer so relativno, mislim, da je relativna avtonomija, pač so možnosti, druga so pa projekti kot taki. Zdaj, seveda, jaz se tle v bistvu strinjam, da so ti interdisciplinarni projekti lahko zelo pomembni. Zdaj, v osnovi bi že morali biti ta interdisciplinarnost del enega raziskovalnega projekta, ampak bodimo odkriti, nekih ločenih sklopov pri vaših razpisih ni. Te imaš temeljne pa aplikativne in potem se nekje najdejo neki vmes interdisciplinarni. In dejansko smo se tudi že na ministrstvu pogovarjali in razmišljamo o tem, da bi morali mogoče v prihodnosti ta del okrepiti na način, da mogoče ga podvignemo pa na nivo projektov. Se pravi, kot če bojo recimo dodatne sredstva, da se v bistvu upelje kot nek samostojen sklop, kjer bi lahko bili targetirani za interdisciplinarni, še posebej z ozirom na to, da se pojavljajo zelo neka nova propulzivna področja, umetna inteligenca in tako naprej, kjer so take zadeve zelo, zelo povezane. Tako da v tem delu jaz mislim, da to ne bi smelo biti ovira in da se tudi spodbuja. To se tudi evropski programi za raziskave pa inovacije Horizon, kakorkoli se bo že naslednji klical, imenoval, je to del ocenjevanja kot takega. In tu ti Klemen rekel, tudi to verjetno z vidika evalvacije, teh raznih evalvacij, ki se bojo delili, ker zdaj bomo imeli dejansko preplet, kot je Klemen rekel, 3 evalvacij, je ta del zame zelo pomemben.
Poleg tega je pomembno še kakšen drug del, ki smo pa mogoče ga danes nismo tukaj izpostavili, ki je pa vezan tudi na to, ker ste se verjetno, mene ni bilo v prvem panelu pogovarjali, ne? Prenos znanja, odprta znanost, komuniciranje, ne? Ta del je tisto podporno okolje, ki je tudi z vidika institucij zelo pomembno, da ga ima, ne? Ja, raziskovalci seveda ste core business, ampak brez dobrega podpornega okolja, jaz mislim, da tudi raziskovalci ne morete dobro upravljati svojega dela, ne, kot takega. Tako da to se mi zdi, da je tudi dosti pomembno z vidika evalvacij, ki se že dogajajo, pa se šele bodo dogajale, ne, v osnovi. Pa mogoče še to, kar je sicer ravno, ko sem pri besedi, ne, to, kar je Klemen govoril o 10%, ne, pa kakšne bodo finančne posledice. Na ravni institucije imamo omejeno do 3% se lahko spremeni. Ne? Se pravi, bodimo odkriti, da bi rekla, da bodo finančne posledice zelo velike na podlagi teh evalvacij, a ne bojo. Ampak jaz mislim, da niti ni bil namen tega, da se drastično finančno odvzame ali pa sredstva, ampak je bil namen, da se spodbudi institucije, da se začnejo z evalvacijami pač aktivno ukvarjati, ampak ne samo na način, da jih morajo izpeljati, ampak zato, da se ozavesti, tu je pa vezano tudi na ne samo nulo, ampak odgovornost institucij, da pač je to nekaj samo po sebi umevno, ker moramo delati, ker se moramo pač stalno izboljševati, ker konec koncu nobena od institucij ne deluje izolirano v Sloveniji, ampak smo del nekega mednarodnega okolja in to je dejstvo, ne? In v tej smeri verjetno se bo zadeva razvijalo tudi naprej, ne? Hvala, Tanja. Gregor Anderluh. Če lahko še jaz pokomentiram, ja, na hitro. Kar se interdisciplinarnosti tiče, se mi zdi, da je to, da je predvsem odvisno od tega, kako se to spodbuja v sistemu. Se mi zdi, da kljub temu, kar je gospod omenil, da imamo v sistemu do zdaj že so bili mehanizmi ali pa so še, kjer se to do neke mere spodbuja. Ne? Mislim na velike projekte, ki jih ARIS razpisuje. Ne? Bili so veliki ARIS projekti, so projekti gravitacija in tako naprej, kjer se morajo veliko deležnikov vključiti in dostikrat gre to preko različnih disciplin. Je interdisciplinarno, so transdisciplinarno je, ne? Ker so vključeni tudi gospodarske družbe, lahko govorimo o potem inovacijskih projektih. Ne? Tako da tukaj, tako kot smo prej ugotavljali, da se znanstveniki pa inštitucije se prilagajamo, ne, na razmere v sistemu, ne, vkolikor bo več takih korenčkov, bo to seveda bolj spodbujano in bo bolj teklo. Ne. Ko so včasih programske skupine, ki je bilo rečeno, da naj se pripravijo z različnimi inštitucijami, takoj so našli sogovornike na različnih inštitucijah. Ne. Zdaj od teh medinstitucionalnih programskih skupin zelo malo govorimo v resnici, ne, in zelo malo poudarka temu dajemo v tem novem sistemu stabilnega financiranja. Inštitucije ne vemo čisto točno, kako tretirati take programske skupine oziroma deleže, ki so potem razporejene v drugih inštitucijah. Ne. Tako da jaz mislim, da je tukaj je pa ta komentar na mestu, ker se mi zdi, da smo malo pozabili na to, ne toliko na interdisciplinarnost, ampak medinstitucionalno sodelovanje, ne? Da bi morda lahko tudi tukaj še razmislili, da bi kakšne mehanizme, ki bi to spodbujali, lahko vključili, ne? V sistem. Ne? Pa mogoče samo še, kar se ERC projektov tiče. Ne? Nam se zdi to kar pomemben kazalnik, ne? Ker zelo malo je takih kazalnikov, ki na to res odlično znanost lahko izpostavijo. Ne? In to je en tak, ne, to so pač projekti, ki jih je izjemno težko dobiti, ne, so najbolj cenjeni v evropskem prostoru in tudi širše. Ne. Res je, da v Sloveniji morda nismo najboljši v tem, ampak se mi zdi, da se kar izboljšuje stanje, ne, da na vsakem novem razpisu je zdaj vsaj nek dobitnik, ne, ali pa celo dva ali pa trije, da se kakovost, ne, se pravi znanosti v Sloveniji zvišuje na tak način, da so tudi naši kolegi vedno bolj kompetitivni. Ne. In kar zaznavam jaz mogoče celo to, da celo te mlajše generacije, ne, ki so zdaj delovale v zadnjih 5 letih, recimo, da so konkurenčne vedno bolj na takih razpisih. Ne. Vedno več nas pride v to drugo fazo, ne, Slovencev mislim, v to drugo fazo, ne, do intervjuja, tako da verjamem, da bo z vsemi temi spremembami, ker to so pa jasno pokazali v okviru ERC-a, da več, ko države same vlagajo nacionalnih sredstev, več
teh ERC projektov dobijo. Ne. Tako da jaz mislim, da je to en tak zelo dober kazalnik. Naš inštitut je celo dal to kot kazalnik, ne, v pogodbi, ne, pa v načrtu stabilnega financiranja, ne, smo rekli, da čez 5 let bomo pa toliko več teh projektov imeli. Ne. In se mi zdi, da to do neke mere lahko bi nek tak splošen kazalnik bil za cel sistem, ne, v Sloveniji. Ne. Poleg še nekaterih drugih lahko pa še o tem, kaj rečem. Sploh Nizozemska institucionalno zelo dober primer, ne, ker je točno to logiko posvojila, da več kot je investicij v podpiranje njenih raziskovalcev in raziskovalk, večja je verjetnost, da bodo kandidirali in kandidirale za te projekte. Mogoče sem še to, no. Mislim pa, da se mora inštitucije boriti za to, ker to je izjemno dober projekt zaradi različnih razlogov in eno od teh je tudi ta, da privablja tuje dobre raziskovalce v naš sistem. Ne? Če imaš ti en ERC projekt, te bodo drugače gledali v tujini, kakor če nekoga povabiš ali odpreš neko delovno mesto, ker imaš ARIS projekt. Ne? To vabi, ne? In so primeri, recimo na našem inštitutu tudi druge, kjer so odlični raziskovalci iz tujine prišli v Slovenijo delati in delajo na teh tematikah. Tukaj je ta internacionalizacija, to so vse te posredni učinki, ki potem bogatijo naš sistem. Hvala za ta medklic. Gregor Majdič, potem pa Barbara, ti na vrsti. Kratko bi samo dopolnil, kot je Gregor rekel, da Evropska komisija več čas poudarja, da osnova financiranja znanosti mora biti nacionalno financiranje, pri tem pa evropski projekti so pa šele nadgradnja tega in tudi pri spremembah wideninga za nov okvirni program od leta 2029 naprej se pogovarja o tem, da bojo widening priučene samo države, ki bodo pokazale, da povečuje svoje vlaganje v znanost. Kar po mojem ni tako slabo razumno. Ker prej je bilo omenjeno, recimo Barbara je omenila, da skandinavske države so prednjače pri inovacijah, ja, tudi prednjače po vlaganjih v znanosti, po vlaganjih v univerzah in to se ne kaže ne samo po inovacijah, ampak tudi, ko govorimo o družbenih učinkih, pred kratkim je bila objavljena raziskava Eurobarometra, ki je bila edino zaskrbljujoča za Slovenijo. Smo med najslabšimi skupaj z nekaterimi balkanskimi državami po zaupanju cepiva. Smo, ja. To nas je opozorila tudi panelistka v prejšnjem panelu in je... Skandinavske države so bile pa tudi tukaj najboljše. Tako da to kaže še eno zelo kompleksno vprašanje celotnega, to ni vprašanje samo znanosti, vprašanje celotnega sistema, od politike do medijev, do vsega. Ampak če se sklicujemo na nordijske države, potem recimo lahko tudi sploh razpravljava tudi o vlogi izobraževanja od vrtca naprej, ki igra izredno pomembno vlogo. Barbara Krajnc, izvolite. Evo, ja, hvala lepa. Bi se v bistvu zdaj res navezala na ta zadnji del, ki se mi zdi, saj z vidika nas, oziroma mene, ki predstavljam gospodarski del, res zelo pomemben in to je ta transdisciplinarnost, ker mislim, da je oziroma v bistvu ta del aplikativne znanosti. To je to neka stična točka ali pa tudi točka preloma, ne, kjer lahko res skupaj dosežemo več. Zakaj je to pomembno? Čist konkretno mi kot Slovenija, kot majhno in odprto gospodarstvo, smo trenutno še vedno preveč nagnjeni k temu, da imamo številne subvencije in raje vlagamo v stene in v opremo, ne pa dovolj v znanje, v znanost, v nove tehnologije. In zato se mi zdi to zelo, zelo pomembno. Gospod Majdič je omenil kadre, zakaj farmacija prihaja, samo točno zato. Poklici prihodnosti ne bodo več samo enoznačni ali pa enotirni, ampak bodo zahtevali znanje in veščine iz različnih področij oziroma polj. Z tega vidika se mi zdi to zelo pomembno podpirati naprej. In samo to, no. Mogoče bi omenila samo še recimo evropske projekte, oziroma novo obdobje financiranja oziroma evropskega proračuna ustanavlja se oziroma oblikuje se sklad EU za konkurenčnost, kjer bo ogromno enih priložnosti za vse. Tako da jaz sem bila sicer vabljena, ampak žal nisem mogla iti na konferenco v Bruselj eno leto po Draghijevem poročilu. In to je bilo jasno povedano tudi, da velike države inovatorke že zdaj razmišljajo o projektih,
ki bi lahko skupaj počeli, prijavljali na ta sklad. Pa se mi zdi, da smo tukaj mogoče malo premalo ambiciozni. Manjka nam idej prebojnih. Tako da ta transdisciplinarnost, povezovanje se mi zdi z vidika gospodarstva zelo pomembno, da res pridemo do nekih premikov in znanosti, ki se bodo zelo pomembno. Hvala, Barbara. Še odgovor Jelki dolgujem, potem pa Jelka zelo na kratko, pa potem lahko mogoče kasneje razvijam. Eden od ključnih dejavnikov razlikovanja Slovenske akademije in recimo britanske, odkoder REF izvira, je njena majhnost. Odvisnost od državnega financiranja, tukaj zdaj ne uporabljam tega v populističnem smislu, ampak pač odkje cash flow prihaja, ne? In tudi priložnosti za sodelovanje z okolico, zlasti recimo v elementih oblikovanja javnih politik, kjer smo recimo že v prvem panelu ugotovili, da recimo ima Slovenija manj razvito tradicijo sodelovanja z znanostjo pri oblikovanju znanstvenih politik in tako naprej, kar dela recimo neko polje ocenjevanja učinkov znanosti nekoliko bolj kritičnega. REF je recimo policy making prepoznal prav kot eno od ključnih področij za spodbujanje in ocenjevanje učinkov in tukaj recimo ta del se mi zdi sploh kritičen v Sloveniji. Je pa še zelo veliko sistemskih, mehaničnih elementov, recimo ta, da je, torej, če se vrnem nazaj, ne samo na majhnost, ampak v obratni smeri na velikost britanskega okolja, kjer se s tem ukvarjajo cele službe. Ravno zaradi organiziranosti te tenkosti, vitkosti slovenskih znanstvenih institucij je kadrovska podhranjenost v tako zelo zahtevnem administrativnem postopku, kakršnega od institucij zahtevajo evalvacije tega tipa, skorajda nevzdržna. In če omenim recimo s kolegom Klemnom sem delila pred časom to evalvacijo v finančnem učinku same vaje ocenjevanja, znaša ta več milijonov funtov samo za pripravo tega procesa. Drugi izziv, ki ga Slovenija ima, je jezikovne narave in sicer mene kolegi sicer tudi na INZ-ju opominjajo, da pač v Sloveniji morda res potrebujete mednarodne ocenjevalce, ampak tukaj predvidevam nekaj težav, predvsem ne v vprašanju tehničnega prevoda, ampak v prevajanju kultur. Zelo težko je, če ti prosiš za oceno nekoga, ki prihaja iz nizozemskega, švedskega, britanskega okolja, ker pri evalvaciji avtomatično pač vključujemo te svoje ponotranjene vzorce razumevanja delanja znanosti. In je slovenski princip delanja znanosti razmeroma drugačen od tega, kako se recimo to dela v nekih drugih okoljih. Zelo na kratko, ne znam povedati drugače na tej točki, ampak bom še razmišljala, pa bom še kaj povem. Izvoli, Gregor. Na kratko tudi, ja. Mislim, poleg tega, kar si ti rekla, bi dodal še to, da je tudi precej velika razdrobljenost, imamo zelo veliko raziskovalnih inštitucij in predvsem zelo velika raznolikost med njimi, kar se je pokazalo tako pri tem poskusnem ocenjevanju in tudi s Klemnom sva govorila ravno pred začetkom, ko načrtujete evalvacijo, se ukvarjajo ravno s tem, kako to uskladiti. Univerze imamo zelo različne, pa potem še raziskovalne inštitute, nekateri so zelo majhni, nekateri so precej veliki, tako da tukaj mislim, da bo nekaj problema. Glede jezika sem pa jaz tako malo spravim, da ni tak problem, da če ti, ne vem, jaz sem to vedno, mi smo imeli pač zelo veliko razprav na to temo, na Univerzi v Ljubljani, ko smo uvajali to ocenjevanje, ne, in jaz sem vedno zagovarjal, da če nekdo naredil, ne vem, samo kot primer, ne, slovar slovenskega knjižnega jezika, bo to prepoznano kot dosežek, sigurno bo vsak, če bo Nizozemec ali pa Angleš ali pa Nemec ocenjeval, če bo to na pravi način opisal, kaj je naredil. Ne? To smo se že pogovarjali, ne? Ravno tukaj vidim veliko razliko, ker namreč, če smo danes v panelu ena, upam, da pokazali, kako zelo različno razumemo koncepte. Ko se pogovarjamo o družbenih učinkih znanosti, razlikujemo že med diseminacijo, med učinkom in vplivom. In tukaj recimo prihajamo iz različnih tradicij in prihajamo z različnimi razumevanji tudi teh konceptov. Zato je tudi ta verjetno velika naloga na ARIS-u, da te stvari zelo eksaktno konceptualizira, na to pa potem seveda operacionalizira z raznimi obrazci in tako naprej. Ne. Tako da Klemen pred vami zagotovo ni enostavna naloga, ampak zdaj pa predajam vprašanje. Rok, mislim, da ste se vi javili, izvolite.
prej sem pozabil, ker se je tudi nekaj namenila, da se bomo še enkrat stavil Boxerga zgodovine z Univerze v Ljubljani. Navezal bi se na tisto vprašanje prije kasneje, kar ste rekli, to prevajanje oziroma prilagodljivost kulture. Ravno pri teh evalvacijah, ki jih je Univerza upravljala programskih skupin, se je to, se mi zdi na trenutke pokazalo, ne toliko v tem, različna kultura, različni dosežki ali pa vrednotenje dosežkov, bolj samo razumevanje koncepta organizacije znanosti. Pri ocenah, ki so prišle ven, pri naši ne, mi smo bili zelo zadovoljni, se je včasih pokazalo, se mi zdi, potem, kar so govorili kolegice in kolegi, da v bistvu evalvatorji niso čisto dobro razumeli, kaj je to program raziskovanja. Da so oni pogosto mislili, da v bistvu ocenjujejo projekt. Program je pa zelo drugačen. Zdaj, prej smo govorili o komunikaciji, nam se mi zdi, da nam je uspelo ravno zato, ker smo se tega med drugim za to, ker smo se tega vnaprej zavedali in smo te materijale, ki smo jih poslali v evalvacijo, tudi tako napisali. Da smo na nek način povedali ocenjevalcem, kaj mi počnemo in kaj je to program. Da to ni projekt, da ima to neko trajanje, da ima neko kontinuiteto, da nas začnemo vedno znova, da na koncu ne bo točka 1 in potem končna točka. Skratka, tukaj je pač malo treba sodelovati. V tako majhnem prostoru, kot je, si jaz drugače kot mednarodni ocenjevalci tega ne predstavljam. Drugače pa komentar je bil pa pravzaprav malo vprašanje, komentar malo spodbujen z tistim prejšnjo intervencijo prek Zooma, ki je med drugim omenjala tudi to, da preveč vlagamo v stene in pa malo v prebojnost ali kako že. Meni se zdi, da so to ene take fraze, ker sem humanist, skoraj ne morem reči drugače, ker stalno prihajajo iz gospodarstva. Meni so pa še posebej stopile na žulj, ker prihajam z filozofske fakultete in ker si že svojo celo kariero pisarno, ki ima 10 kvadratnih metrov delim s 3 do 4 kolegi in kolegicami. Naš problem, recimo, ko govorimo o internacionalizaciji, pa smo imeli NRC, pa imamo Marie Curie projekte, pa smo prek programskih sredstev, ker smo bili uspešni na drugih razpisih, v zadnjih 2 letih zaposlili 2 postdoktorska raziskovalca za krajše obdobje, oba sta prišla prek odprtih razpisov iz tujine. Naš problem je, kam se bodo te ljudje usedli, ampak brez metaforičnosti, ampak dobesedno, mi tem ljudem ne moramo dati mize, ne moramo jim dati. Dobro, to jim lahko damo, samo nimajo pol mize, nimajo kam postaviti svojega računalnika. Mi ne rabimo laboratorij, mi rabimo relativno malo. Notesnik, pa stol, pa ena lepa miza je že kar dovolj. Tega mi nimamo. Ko govorimo o vseh teh stvarih, je treba se zavedati tudi, da delamo včasih v zelo slabih pogojih. In da mi seveda lahko sebe evaluiramo in bodimo odkriti. Če se pogledamo v ogledalo, vidimo veliko napak. Moramo jih videti, nismo brez napak in ni krivo samo to, da imamo slabe prostore. Gotovo lahko naredimo več in gotovo predvsem lahko naredimo bolje, marsikaj. Absolutno se strinjam in ko smo dobili to evalvacijo nazaj, čeprav je bila zelo dobra, smo videli neke stvari, na katere so nas opozorili in mislim, da bomo, kot ste vi rekel, na podlagi tega lahko kaj izboljšali. Ampak, moramo pa vedeti, odkot izhajamo, kje so naši osnovni pogoji, iz katerih mi delamo. In delati zdaj, rektor vidim, da hoče nekaj odgovoriti, pa ni to mišljen kot napad na univerzo, ampak... Se bom podprl. Te komentarji, ki jih včasih dobivamo tako splošni, o tem in onem in o prebojnosti in interdisciplinarnosti, so včasih zelo v oblakih. Mi bi marsikaj radi, ampak še druga stvar, ne samo, da nimamo stolov, jaz se zdaj ukvarjam s tem, kako bomo naslednje leto v programski skupini, ki je zelo uspešna, zvozili, zato ker so se letos zelo povečale plače, denar, ki pa ne bi temu sledil, pa ni temu v celoti sledil, zato za prihodnje leto ne vem, kako bomo šli skozi. Pa še božičnica pride. Zdaj pač jaz lahko razmišljam o interdisciplinarnosti, ampak na koncu moram vršiti v Excel, pa se mi mora sestaviti. Upam, da še kaj drugega uporabljate kot Excel, ker drugače Jelka, to je tudi odgovor. Barbara je samo hotela pojasniti, ker se menda nista v redu razumela, potem se pa Gregor vrne k tebi. Barbara, izvoli. Ja, hvala. Očitno nisem bila dovolj jasna, ko sem rekla vlaganje v stene in
prostore in naprave, mislila sem na podjetja oziroma na subvencije, ki jih država daje gospodarstvu in napačno spodbuja vlaganje v to, ne pa vlaganje v znanost, v razvoj, v nova znanja in učenje. Tako da jaz vas popolnoma razumem in mi je jasno, da to vse, kar ste samo omenili, da nimate, da to potrebujete, da to je osnova. Govorila sem z vidika podjetja. Hvala, Barbara. Če sem bila preveč floskulami, se pa pač opravičujem. Ne skrbi. Jaz se spomnim, ko sem bila generalna direktorica na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, smo imeli eno tako bolečo izkušnjo z Evropsko komisijo, se spomniš, Tanja, si sedela zraven? Zelo dobro. Ker smo hoteli dobiti denar za beton pa za stene in so rekli, ne damo več, ne damo za beton in ne damo za stene. In ravno to je, kar je kolega Rok omenil, v Sloveniji je pač res ta problem, tudi ta za nekoga, ki prihaja iz enega res čudovitega kampusa v Yorkshireu, ki nam očitajo, da preveč vlagamo v stene in tako ne, in promocijo, je res ko boleča izkušnja. Me pa tudi kolegica z ene od univerz, takoj ko sem prišla v to vlogo v Ljubljani, opomnila, da ne se jaz kar malo skoliram, ker pričakujem od slovenske znanosti in visokega šolstva Mercedes, vozite se po fičkih. Točno to je bila analogija, ki se mi zdaj zdela tako prikladna. Gregor Majdič, potem pa Tanja Vertl. Jaz sem hotel samo dodati, da popolnoma se strinjam. Jaz sem danes zjutraj prišel z Kitajske, kjer sem bil na Pekinški univerzi, kjer deluje že 15 let lektorat slovenskega jezika, zato sem bil tam, ker je bila obletnica. Ampak ja, sred Pekinga kampus, o katerem lahko mi samo sanjamo. Če ne govorimo samo za laboratorije pa pisarne, tudi za študente, razmere, športni objekti taki, da mi imamo športno dvorano, ki se nam podira, hkrati vlada govori, da moramo več vlagati v šport, da bo spodbujati šport pri otrocih, ampak imamo pa infrastrukture osnovne za to, da bi lahko povedali. Tukaj je na vseh področjih, to je, tukaj vem, da je nas, ko je nekaj institutov, ki se srečujejo s prostorskimi težavami, tako da to je ena velika rak rana Slovenije. In tega se mi zdi, da ne razumemo tega, da je to dejansko problem. Tudi lansko leto sem bil v Maroku, pri Ucmepiusa, na posvetovanju v Marakeša kampusu, nov kampus, v katerem lahko mi samo sanjamo za celotno univerzo. Ne samo evropske države ali pa ameriške, tudi afriške ali pa azijske imajo take kampuse, ki so neprimerljivi z tem, kar imamo v Sloveniji, žal. Tanja. Ja, samo mogoče par besed. No, zdaj, infrastruktura je pomembna. Ne? Zdaj, ti si povedala, kako smo se mi takrat pogajali s komisijo, komisija se ni spremenila, to je še vedno enak pristop. Ampak še vedno tudi jaz menim, da pač je potrebno, če hočeš dobro delati, je potrebna tudi infrastruktura. Dobro je, na en način imamo prostore, druga so oprema raziskovalna, kot taka. Jaz mislim, da je prav, da se vlaga. Seveda ne more biti pa to 90% vlaganja. Ampak če pogledamo vse sredstva za znanstveno raziskovalno, pa bom rekla tudi inovacijsko dejavnost, lahko pogledamo, da to vseeno proporcionalno za infrastrukturo pa opremo ne gre toliko veliko denarja, kot gre za to. Bi se pa rada mogoče vseeno malo naslovila na to besede z vidika gospodarstva. No? Jaz sem zdaj tle v dvojni vlogi, vodim sektor za znanost, pa sem namestnica za direktorat, ki pokriva tudi inovacije. Ne? Tako da moram tudi malo na to temo kakšno besedico reči. Ampak jaz mislim, da pri gospodarstvu zadeva ni tako enoznačna. Zdaj, seveda naša institucija z vidika evalvacij bo tudi eden od vidikov evalvacije, bo tudi to sodelovanje z okoljem. Ne bom rekla samo z gospodarstvom, ampak sodelovanje z okoljem. Ampak jaz mislim, da tle sta vedno dve platni. Eno je interes institucij naših, drugo je pa tudi interes gospodarstva oziroma sploh povpraševanje gospodarstva. Če pogledamo mi, ne vem, bom rekla, kakšno gospodarstvo, strukturo gospodarstva imamo, pa kakšno je povpraševanje po storitvah naših institucij, verjetno lahko ugotovimo, da nekaj je, koliko je tega dolgoročnega, koliko je tega res strateškega, verjetno ni velik, ne? Zdaj, zakaj ne, bojo naši, mislim, bosta rektor pa gospod Taneluk lahko več povedala, ampak struktura sama v osnovi našega gospodarstva je pa taka, da ne zahteva povpraševanja sploh po nekih storitvah s tako dodano vrednostjo. Če že, potem zahtevajo naše institucije, če pogledamo razpise od gospodarstva, jih upeljujejo kot zunanje izvajalce, kot tiste, ki izvajajo določeno storitev, ne? Niti ne kot partnerje. Ne?
to smo mi bolj ali manj delamo na ministrstvu, ko dajemo te sodelovalne projekte, kjer so, bom rekla, vloga je neka vrsta enakovredna in to se pol tudi IPR-ji delijo in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da tle zadeva res ni tako je bolj kompleksna, kot je na prvo žogo, da rečemo, da ni. Ker jaz mislim, da se trudimo na različnih nivojih, je pa res, da bomo mogli enkrat tudi na ravni gospodarstva, tudi subvencije, ki jih dela MGTŠ, pa Spirit, pa SPS, se pač začeti spraševati, ali je to klasično subvencioniranje, kjer vsak dobi nekaj malega, samo zato, da smo vsi veseli pa zadovoljni, ne? A je res to, ali bi mogli vseeno politiko tudi kaj spremeniti, ne da rečem, da kakšni mali ukrepe niso v redu, so smiselni, tudi kakšni voucheri so lahko zelo v redu, ampak mogoče se bo treba vprašati, kaj so res prioritete in potem sredstva na tistem delu pač povečati. Ne? Hkrati pa vemo, da tudi gospodarstvo verjetno, naše institucije na trgu, na osnovi bazične znanosti ne more funkcionirati na podlagi posojil. Ne? Gospodarstvo je verjetno pa drugačne, verjetno se določene finančne inženiringe tam lahko gre, ne? Seveda je mora država zagotoviti določene pogoje, tle pa verjetno se zalomi, ker pa spet nismo vsi tisti, ki smo ključni v tem delu, ne? Ker če pogledamo, kakšno je stališče Ministrstva za finance pri vseh pogledih, je od kapitalskih vložkov, ki jih lahko imate vi kot institucija, če ustanavljate startupe oziroma spin-offe, se pravi, so prepovedani in tako naprej. Vse tega se nismo spomnili mi, to se je spomnil Ministrstvo za finance, ampak recimo to je en velik problem v sistemu sploh ustanavljanja nekih podjetij kot na ravni institucij. Jaz sem zdaj malo zmedeno verjetno povedala, ampak poanta, ki sem jo hotela reči, je, da v bistvu zadeva je večplastna, na koncu je pa, naše institucije se mi zdi, da se kar trudijo, tudi vidika sistema, ki smo ga vzpostavili, in grejo v smeri tudi sodelovanja z gospodarstvom, ki se zavedajo tega, ampak bomo mogli okrepiti tudi tisti drugi del. No? In tudi recimo glede sklada za konkurenčnost, ki se zdaj pripravlja, ta nov sklad, zdaj sicer je dejstvo, da je veliko še odprto, ampak strukturo gospodarstva, kot ga imamo, brez ustreznih podpornih ukrepov, mi tam odkrito rečeno, bo velik problem, ker tam bo ciljna skupina primarno, ne samo, itak je zdaj še odprto, ampak dejansko bojo mala in srednja podjetja. Zdaj, koliko so pripravljeni v tem delu, je pa drugo. Zdaj sem malo že... Ne, dala je... dobro. No, ampak hočem reči, da zadeva je res... No, mislim, moramo se o tem pogovarjati, ker je res, jaz včasih priznam, da sem malo... Ko vidim, kaj vse delamo, ko se trudimo, tudi kakšne inštrumente, zdaj bom rekla inovacijski del, smo zagnali nekaj, da smo pravne podlage mi naredili končno, da ARIS lahko pelje razpise, nismo še pa v celoti zagnali, no? Ampak se pa res trudimo tudi recimo z inštrumenti, ki jih želimo pol v nadaljevanju, recimo želimo te projekte, ki smo jih zdaj financirali, TRL 3-6 iz načrta za okrevanje in odpornost, pa tudi iz kohezije želimo potem nadgraditi na 6-8, se pravi, si zelo spodbujamo, da bi peljali verigo financiranja do konca, da pridemo potem tudi do enega učinka, ki ni samo verjetno, ki je lahko družbeni, pa še širši. Ne? In tudi recimo pri schemah, kot so gravitacija, imamo tak plan, da bomo financirali recimo proof of concept, ne? Se pravi, da peljemo počasi kontinuirano določene projekte naprej do konca. No? Hvala, Tanja, da si uvedla tudi ta del, ker je pomemben del učinka tudi v gospodarstvu, ki ga morda nismo toliko omenjali. Gregor Anderlup, na to Gregor Majdič. Ja, zdaj smo odprli to, kako se reče, konzervo za Dvojno skrinjo. Ja. In smo dva vidika smo izpostavili. Eno je infrastruktura, drugo je pa sodelovanje z družbo v smislu gospodarstva, kako s firmami sodelujemo. Pa bi jaz oboje malo naslovil, pa bom par anekdot povedal, med tem, kar se je iz našega, recimo, delovanja pokazalo. Mi smo sami vzpostavili krioelektronski mikroskop za študij izgradbe bioloških molekul. To je bilo še v predkoronskem času leta 2019 in smo se zelo matrali, ker ni bilo razpisov ustreznih, blazno draga je bila ta aparatura in smo postrgali vse, kar smo lahko. Poskušali smo do farmacevtskih podjetij pristopati, ker je to metoda izbora, se je potem kasneje izkazalo za mrzkašno njihova stvar, nič jih ni zanimalo. V trenutku, ko je bila ta aparatura vzpostavljena, so prišli s svojimi projekti in če bi lahko mi to za njih naredili, če bi lahko mi to zmerali in tako naprej.
Včasih mora inštitucija narediti en korak, mora zelo zahteven kos opreme vzpostaviti in potem se okoli tega začne nek nukleus vzpostavljati, ki lahko potem tudi podjetjem, ki si ne morejo takih investicij privoščiti ali pa nimajo tega luksuza, da bi trenirali ljudi nekaj let, ne, za neko določeno stvar, in to potem njim lahko direktno koristi, ne. Nobelovca smo pripeljali na inauguracijo, ne, in ko ga je nekdo provokativno vprašal iz občinstva, ne, češ zakaj pa neka majhna Slovenija tak drag kos opreme kupuje, ne, pa je izstrelil, je rekel, to rabite zato, da boste ostali konkurenčni, konc. Ne. In jaz mislim, da mora Slovenija skrbeti za to infrastrukturo in mislim, da ministrstvo dobro to zdaj dela, imamo nacionalno tole strategijo za razvoj infrastrukture, ki ravno zdaj se veliko pogovarjajo, kam bojo recimo vlagali, ne, v te večje kose opreme. Pri tem je pa treba povedati tudi to, ne, da taki kosi opreme ne morejo ostati v starih stavbah. Ne. Eno so pisarne, ki ste jih vi omenil, ne, zdaj pa se jaz navežem na laboratorijske prostore. Ne. Naš kompleks Kemijskega inštituta je največ prostora imamo v stavbi, ki je iz leta 1953. Mislim, največja je ta stavba. Ne. V to stavbo mi ne moramo nič več inštalirati, nič, ker se ne da, ker so zahteve po prostorih, kako morajo biti te prostori urejeni, ker so zahteve okoli teh inštrumentov, zahtevajo čiste prostore, zahtevajo pline, zahtevajo, ne vem, odsesavanje. To mi ne moramo več delati v takih starih stavbah. Ne. Zato so tudi morda zdaj v zadnjem času malo bolj, ne, to kolegica z ministrstva ve, ne, izražene te ideje, te zahteve po novih investicijah v zidove. Ne. In jaz mislim, da jih v Sloveniji rabimo. To se lepo kaže Univerza v Ljubljani, zdaj na polno gradi, mi imamo cel kup nekih takih investicijskih projektov. Na ravni inštitutov se od osamosvojitve bi lahko na prste ene roke preštel, koliko novogradenj je bilo, pa ne celih inštitutov, ampak tudi nekih prizidkov mehnih. Ne. Skratka, to področje smo zanemarjali. Jaz mislim, da bo tudi Evropo treba dati neki jasen signal, da to je strategija Slovenije, želimo zdaj se ojačati na tem področju v naslednjih 10 letih in vztrajati pri tem, da se bo tudi kaj s temi sredstvi dalo izgraditi. Ne. Mogoče bom pa zdaj končal pa še s tem, no, da šli smo pa tudi na en ogled enega razvojnega centra, ene slovenske farmacevtske firme pred časom, ne, in tam noter so nam kazali, kaj imajo oni od opreme in tako, in so imeli recimo kos opreme, ki ga nima noben inštitut, nobena fakulteta univerze. Ne. Če mi ne bomo jačali naše znanosti, pa res poskušali vrhunskih pogojev ustvariti za delovanje, potem te vrhunske firme, ki so pri nas, mi jim ne bomo mogli nič ponuditi na inštitucijah, razen kadrov, ki jih bojo z veseljem potem jemali v svoje sisteme. Ne. Jaz mislim, da potrebujemo, tudi zidove potrebujemo velike kose opreme, močno infrastrukturo in potrebujemo infrastrukturo, ki sega na višje TRL-je. O tem nismo danes veliko govorili, o teh lestvicih TRL-jev. Mi operiramo slovenska znanost na 1 do 3, večinoma, bi lahko rekel več kot 90%. Za 3 do 6 je drug tip infrastrukture, je drug tip aparatur, je drug tip načina razvoja, tam ni več toliko raziskovanja, razvoja. Ne. Mi smo začeli vzpostavljati na Kemijskem inštitutu nekaj takih centrov, ne. Ampak to je šele začetek. Ne. Mislim, da imajo tudi ostale inštitucije veliko idej v povezavi z firmami, kako bi lahko take pilotno tehnično infrastrukturo vzpostavili. In tudi na to bomo mogli misliti. Ne. Ta del, ki ga je omenila tudi gospa iz ministrstva, inovacijskih projektov, ogromno se dela na tem, ampak traja nekaj časa, da se bo to vse spostavilo. Ne. Ampak tukaj je ogromno sredstev zadaj, ki se bo zdaj prelila v sistem in se bo dalo sodelovati z gospodarstvom. Ampak tudi za to bo potrebno, to še mogo nekje narediti, potrebno bo neka infrastruktura in na to bomo mogli misliti v prihodnje, v naslednjih 5-10 letih bomo mogli na to tehnično infrastrukturo tudi v Sloveniji več poudarkov. Mislim, da vam je Gregor Anderluh tudi deloma odgovoril na vaše vprašanje. Gregor Majdič, lahko prosim za kratko intervencijo, ker imamo potem še eno vprašanje. Ja, na kratko najprej sem dodal pri infrastrukturi to, da bi se zahvalil ministrstvu, ker mi dejansko trenutno veliko gradimo, tako da to je zelo pozitivno. Drugi rektorat, drugi. No, ampak vseeno sem to zdaj, to je pozitivno. Pa sam to dodam, da ne samo to, da so neprimerne, tudi nevarne so, nekatere naše zgradbe so potresno izjemno nevarne. Tako da mi imamo študente, mlade generacije, ki že tako premalo v zgradbah, ki se lahko potresu 5-6 stopnje porušijo. Tako da, recimo, kot si rekel, ne Evropska. V Evropi se da, Italija je v tej
koheziji poskrbela za to, da bo dobila sredstvo, prenavlja vse javne objekte protipotresno. Slovenija tega nekaj ni uspela, ampak hotel sem pa to dodati pri sodelovanju z gospodarstvom, in tudi to se strinjam, kar je bilo rečeno. Mi imamo zelo veliko sodelovanja z gospodarstvom, sploh na tehničkih fakultetah, elektro, gradbena, strojna fakulteta, ampak večinoma je to sodelovanje, ko se dela neko majhno izboljšavo nečesa, ker ima gospodarstvo nek majhen problem, pride do njega z njim k nam in želi, da to pomagamo rešiti. Nimamo pa dolgoročnih projektov, strateških, ki bi dejansko čez 10-15 let prinesli neke nove produkte, ki bi se napeljali naprej. Tukaj imamo možnosti, recimo na Kemijskem sodelujo s Hondo, enim največjih proizvajalcev avtomobilov, na istem področju, pri nas raziskovalci sodelujo z uglednimi, in tudi Ferrari jih je kontaktiral, če bi sodelovali z njimi. Tako da kapacitete so. In tukaj jaz sem kritičen tukaj do gospodarstva, da je premalo interesa z gospodarske strani, da bi dejansko vlagali v nove inovacije, v res strateški razvoj, nekako bolj poplamo na mestu, seveda z izjemami, ki pa so tudi v Sloveniji, ker imamo vrhunska podjetja na svetovni ravni. Se tudi zahvaljujem za to, da ste nam prišli to povedati, kakor tudi vsem vam, da ste danes zdržali ves dan, svojim cenjenim gosti in gostom pa za to, da ste si vzeli vaš dragoceni čas, za to, da smo danes razmišljali o družbenih učinkih in vplivu znanosti, o tem, kaj znanost potrebuje od oblikovalcev politik, kaj oblikovalci politike potrebujete od znanosti, kaj potrebuje gospodarstvo. Skratka, upam, da bomo s temi razpravami nadaljevali, da smo današnji dan zapustili malenkost pametnejši ali modrejši, in da se vidimo ob letu Osore, ker nam boste, Klemen, povedali, kako uspešni ste v razvijanju modela merjenja odličnosti znanosti. Hvala vsem, ker ste se nam pridružili tako na daljavo kot fizično. Hvala.